Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Tokrat v steni gostimo človeka, ki je pustil močen počat v svetu slovenskega športnega plezanja, kot vrhunski tekmovalec, vrhunski skalni plezalec, drzen solo plezalec in kasneje kot podjetnik. V 90-ih letih je Aljoša Grom sodil med najboljše slovenske plezalce, bil večkratni državni prvak in eden prvih Slovencev na stopničkah svetovnega pokala. A ni ostal le pri tekmovanjih, med drugim je v skali brez vrvi preplezal številne smeri, ki si jih večina ne bi upala niti poskusiti. Ko se je tekmovalna kariera počasi zaključevala, je svojo ustvarjalno energijo in zagnanost preusmeril v podjetništvo. Že na začetku svoje plezalne poti je Aljoša v domači garaži izdeloval svoje prve plezalne oprimke. Iz te aktivnosti in ideje pa se je kasneje rodila blagovna znamka Lapis, ki danes ponuja na stotine različnih grifov ter volumnov in je prisotna v plezalnih centrih po vsem svetu. Danes je na čelu plezalnega centra Vert, kjer pa trenira na primer tudi Janja Garbret. Aljoša, živijo? Ja, živijo. Kako kaj v Ljubljani? Grozno. Grozno? Dele sem se vozil z Vrhnike uro pa pol, s tem, da sem mečkan šel naokol, ko sem iskal tole lokacijo. Drugač pa v redu. Življenje je lepo, Ja. in se imamo fajn. Včeraj si bil v hribih? O, boh, ja, to je bilo res luštno. Na Veliki Draški smo šli z mulci, na začetku se je bilo treba malo pogajati, pok smo pa z megle ven prišli, je bilo pa fantastično. Morje, Morje, megle. Triglav na dlani, super. Ja, včeraj je bil lep res dan. Ja. Vert, ne? Saj tisti plezalci iz Ljubljanskega kotla, če tako rečem, smo ga najbolj poznali ali pa ga poznamo po Retoju, ne? Ja. To je bil tvoje hišno plezališče. Hišno plezališče, jaz zdaj živim na Verdu, zelo blizu Retovja. Takrat, ko smo to ustvarjali, nismo. Sem živel drugje na Vrhniki. Ja, je pa, iskali smo seveda skale, ki bi bile primerne za malo težje smeri. Takrat poraščene z raznimi vejami. Zdaj bi po mojem to bil kar večji problem očedat. Takrat smo populali dol z gasilci vse te, kaj to, slak ali kva to raste tam gor, ne. In se tudi pozna v bistvu, ker je to že po moje toliko cajta gor rasel, tudi škraple, pa vse to je nekako šlo okrog teh veja, so veje not se zarasle, jaz ne vem, kako to v bistvu nastane, ampak posledice teh rastlin so še danes na skali vidne. Kdo je sploh začel? Kdo je prišel do ideje oziroma kdo je pol naredil, rekel, nek prvi korak, da se je tam začela? Tukaj noter v smeri Grifon zdajšnji, ne, so bili neki leseni klini že z štriki, to so neki alpinisti ali pa mogoče jamari že leta prej nekako opremali. Pol sem pa jaz s svojimi frendi začel to pucati pa vrtati pa štimati smeri, ker je pa za polet dost okej, ne, tudi z odspodaj nek hladen zrak piha ven in je luštno plezališče je ratalo, precej zlizano že zdaj, ampak luštno, ja. Tisti je bil moj v bistvu nekak trening stena, ne, ker jaz sem tam plezel gor, dol, levo, desno, tako vse kombinacije za trening, ne, vse pol je z tega nastal po enih takih, zdaj, ko pogledam, malo nelogičnih smeri, ampak sej temu je stena namenjena, ne. Še kdaj približno je to bilo? Začet 90? Ja, to je bilo okoli 91. Po mojem mnenju, ker jaz sem začel plezati
jeseni 89 v Močivniku, ki je bil takrat pač opremljen plezališče, tak platas tehničen, kar je bilo v bistvu dobro, da sem po moje razvil ta moj talent gibanja tam mogoče še malo bolj, ne. Zdaj na plastiki v zdajšnjih časih je to po moje težje narediti. Potem smo pa, ko je tam zmanjkalo nekih izzivov, ne, tam sem z Mihatom Pribošičem sva začela plezati in v bistvu je on mogel iti takrat pol v vojsko, jaz sem pa pač plezal naprej in sem napredoval v taki meri, da sem pol iskal druge izzive in to je bilo pa Retovje, ne. Retovje je pa previsna skala v težkih smerih z malimi oprinki, ponuja pa tudi nekaj lažjega, ampak precej zakomplicirana plezarija, bi jaz rekel tam. Kako si sploh prišel v stik s plezanjem? A je tudi po tej neki klasični poti iz takratnega časa prek nekega alpinističnega odseka, ali si že direktno v športno plezanje padel? Ma to je pa jaz to ne razumem čisto dobro. Jaz sem se ukvarjal z ogromnimi športi, še zdaj se, no. Plezal sem vedno rad, tako kot vsak mulc, in sem potem prišel v stik z Močivnikom, ne v plezalnem smislu, ampak čistko in sem tam začel levo-desno plezati. Vzel sem ene male čevlje od sestre, superge, ne, ker sem slišal, da morajo biti majhni čevlji. In sem tam plezal levo-desno, gor, dol, tam je ena stena v bistvu, ki se začne od te pešpoti, ko gre okoli vzpenjati gor in sem se tam prekladal in tam sem tudi Mihata spoznal potem, ker je pač isto počel, ne. Se pravi, kako sem prišel v stik? Prav po neki intuiciji, jaz ne vem, meni se je zdelo, da to pa je zame in takrat je meni tudi toliko zagrabilo, da ni bilo nič drugega več, naslednjih 10 let sploh v igri, ne. Ampak to je bilo še vedno obdobje, ko ni bilo plezalnih centrov, tako kot danes. Ne, kje pa, ne. Jaz sem pol tam v stik prišel z nekimi že alpinisti, ne, ker plezalcev takrat prav dosti ni bilo, ne. Mene je zanimalo plezanje, jaz v hribih skoraj da nič nisem plezal, ne. Po so nama dali neko vrv staro, nek Edelweissov Stratos, pa neke pasove so dobile, ker se spomnim, da vsakič sem dol prišel, sem si mogel na zaponke nazaj skupaj dajati, ne. Tako, kar scary je bilo, ne, če zdaj pomislim, ampak mi smo to živeli, ta life in nam je bilo top, jaz sem bil tam vsak dan, ne. Koliko si bil to star? 18. Tudi z današnjih standardov je to kar pozno, ne? Pozno. Sam me je zagrabilo tako, da se pravi, sem probal marsikaj prej, ne, pa se pač ukvarjaš s temi športi, malo kolesariš, surfaš, karkoli, ampak to je bilo pa to, ne. Ampak v neki točki si mogel v stik s plastiko prijeti. Kaj je bilo takrat v tistih časih sploh na voljo? Ja, je bilo par plezalnih sten po Sloveniji, jaz vem, da sem hodil v Domžale zelo veliko, z avtobusom, prav spomnim se, sem plezal tam tudi sam, na neke samovarovalne tehnike po umetni steni. Takrat je izdeloval oprinke en iz Škofje Loke, Nejo smo mu rekli, jaz ne vem točno, kako mu je bilo ime. Jih je bilo pa težko dobiti, ne, to je pač Slovenija je glih postala samostojna, ne, bili smo majhni, v narekovajih nebogljeni, ni bilo stvari za kupiti in zato sem tudi jaz začel najprej delati neke snowboarde, ki jih ni bilo za dobiti. Pol, ko sem pa v plezanje padel, sem pa začel z oprinki, no. Pa tudi Kauzer, Borut je to počel, tudi on mi je veliko pokazal na začetku, pa sem pa začel to razvijati, pa prej si rekel, da sem nek biznismen, jaz res nisem biznismen, ne. Jaz rad ustvarjam stvari, ne. Potem, da je to rad v biznis, sem spoznal Jakata, ki je to pač speljal v nek biznis, ne. Tako nekako je bilo. V bistvu se je ta stvar rodila iz neke potrebe potem, pa iz neke strasti do izdelave produktov, no, tako bom jaz rekel. Ajde, to me pa zdaj res ferbec matra. Snowboard za začetek, če pustijo še malo grife. Kako si snowboard naredil, kako je to izgledalo? Zelo, zelo simpel.
spomnim se, da je bilo, se pravi, jaz sem zlimal skupaj deske, jih pod določenimi koti skup spel in je to, ko se je lim strdil, je to ostalo skupaj, ne, centimeter debelo, potem sem pa to oblekel v poliester, pa vezi sem si takrat naredil, ker sem še v litostroju mogel prakso delati, sem si jih tam naredil, spreden del, zadnji sem pa od markerja vzel, ne, tiste, veš, na vzmetik so bile in potem sem hodil s tem tudi na Meltal, sem šel, pa vem, so se mi Avstrijci smejali, veš, ker so to videli, se ne je bilo debes. Kaj pa robniki? Robnike sem pa zalepil noter s poliestrom. A res? Ja. No, to, da recimo so ljudje delali ali pa še danes delajo doma grife, ne, to je pač veliko, ne, za snowboard pa še niste slišali, eto. Ja, se je veliko slovenskih proizvajalcev pač to zdaj počne, ne. Tudi moj prijatelj Jernej, ki sicer doktor, mu je to strast in dela snowboard in je dober, to so produkti, no, jaz rad izdelujem neke produkte, ne. Biznis je pa postranska stvar. Isto je v plezalnem centru Verte, ne. Jaz sem to postavil in skozi pimpam to, da bo čim bolj fajn ljudem tam biti otrokom, da bo čim več stvari za početi in meni je to gušt, ne. Ja. To me driva. Daj tale Verče malo pustva, to je plezalni center. Vseeno me zanima, ampak sej, verjetno si pol mogel tudi svojo neko stenco, boulderco si predstavljam doma postaviti. Ja, veš. Ali ste imeli kje kakšen občinski, šolski, ne vem, nek prostor? Ja, ko smo hodili tako po Sloveniji, se pravi, v Domžale sem zelo veliko hodil, tam sem pol tudi spoznal par soplezalcev, ne, ko smo kasneje veliko skupaj plezali. Pol je pa seveda, bi bilo fajn imeti nekaj doma, ne, vsaj, ne, za silo in potem sem doma v svoji sobi si naredil woodboulder, pa štoke sem prevrtel od vrat, je bil fotorezen. Zdaj veš, pač tako je bilo takrat, smo bili. Jaz bi tudi znal, če bi to malo ga zdaj, sam pač, meni ni žal za nič. Ja. In sem doma si naredil nekaj v sobi, a veš, pa sem v strop si nabal neke grife lesene, ki sem jih naredil, pa sem tam ročkal malo, pa smo pa enemu pri temu prijatelju Mihatu, ki so skupaj začeli plezati, smo isto v sobi naredili neko stenco, pa pol v eni šoli, pa sem jaz doma malo začel, pa pri enemu prijatelju Svitu, v bloku gor smo imeli tako, jo je imel kar nad posla, veš, in smo jo potem iz stropa tako spustili dol in posla je bila pač za crashpad. Ja. Je bilo veliko teh, pol kasneje se je pa to malo bolj, ko so tudi z Juratom Golobom veliko skupaj plezala, pa je on imel doma, pa sem jaz malo jo povečal, pa se je tako počas. Zdaj smo zelo na brzino šla skozi leta, veš, tako je bilo, ja. Vili, Guček te je tudi zašpecal, da si tudi k njim hodil? Ja, ne, sej potem kasneje, ko smo resno trenirali, smo bili pri Juratu, pri meni doma, pri Viliju v Trbovljah, pa pri Markotu Lukiću v Mariboru, to je bilo v bistvu največ, upam, da nisem kaj spustil na kdo užaljen, ampak ja, te stence so bile največ, kad smo na teh stenah trenirali. Kar noro, z današnjega zornega kota. Ja, res je bilo drugačne. Ja. Kje pa je prišel nek ta preskok, ali pa kje si začutil, ali pa kako si sploh prišel v stik s tekmovanji? V bistvu zelo kmalu sem imel željo potem, ne. Prva tekma je bila v Bohinju, v hotelu so imeli, na zunanji strani hotela so imeli eno steno in je Srečo Rehberger po moje organiziral eno prvo tekmo in jaz sem prišel tja. Takrat sem že splezel eno 8A ali A+, ali kva je zdaj ta grifon, ki sem jo pa, ne grifon, Brdavs, ki sem jo pa tudi soliral. In je rekel, tis pa ta, ki si uno zlezel, ne. To je bilo meni tako, ker Srečo je bil takrat, pač jaz sem gledal neke filmčke njegove, ne, pa je bil nek vzor, ne. Ja. In takrat sem pol pač bil dosti dober, jaz se ne spomnim točen, kva se je takrat dogajalo in me je to ful potegnilo, ne. Je pa, smo pa tudi zelo veliko, glih zato, ker ni bilo veliko umetnih sten plezali zunaj, ne. Jaz sem bil ospo parkrat na teden, ne, skozi smo tam veseli, pa plezali, ne. Vse po spisku. Ja, tako, v bistvu zelo malo sem študiral smeri, zelo veliko sem plezal.
rad sem plezal, ni mi bilo, saj sem imel željo, kakšne malo težje smeri splezati, sam nisem imel potrpljenja not viseti pa študirati tiste gibe. To so zdaj recimo leta sredi 90 nekje, Ja, prva polovica. ja, prva polovica 90-ih, ja. V Miši je bilo takrat še manj smeri, ne? Manj ljudi. Manj ljudi, manj zlizan. Pa glih toliko ptičev, no, to moram Ja. povedati, če jih nismo pregnali, ne, tako, ker so skozi nekaj o tem šušljane. Ja, res je bilo lepo tam. Jaz se spomnim prvega tripa, ko sem štopil z enim friendom Vikom v Osp. Prišli sva tja zvečer, po noč v bistvu. So pod steno spali in ko sem se zjutraj zbudil, pa sem videl Pariz-Dakar smer, neka tekmovalna je bila, oziroma finalna. Izpred let meni je bilo to, meni se je to tako vtisnilo v spomin, da pač še zdaj imam to v glavi, no, pa to sem Elico spoznal, a ne, pa smo pač vsakič šli do nje pa podebatirali. So bili fajn spomini, no. Lepi časi. Ja, Vsi ste zelo. se poznali, ne? Vsi smo se poznali. Sej je zdaj tudi lepo, sej samo mi, jaz sem star 53 let, mi živimo pač, imamo spomine drugačne, kakor je plezanje zdaj, ne. Plezanje je takrat bilo nekaj drugega. Ja. Isto gibanje, ista strast, samo skupnost je bila drugačna, ne. Daj mi to še malo razdelaj. V kakšnem smislu? Glede na to, da imaš tudi, ne, to, ko sva rekla, da malo na stran dala, pač plezalni center, tam si dnevno, ne, praktično vidiš, kakšen je tam ta tvoj, bom rekel, local community, in če zdaj to malo primerjaš s tistimi cajti. Veš, kako bi rekel, da zdaj je to pač ratu šport, ne. Takrat je pa to skozi moje občutke bil nek način življenja, ki ga večina ljudi ni štekala, ne. Zakaj bi ti cel dan tam pod eno skalo visel, ne, pa študiral neke gibe, kako boš to naredil in pol jih boš naredil in boš ves srečen, ne. Kva imaš od tega, so mi govorili, ne. Ampak jaz sem imel nekaj od tega, ne, pač še me je vlekal tja, ne, pa cela ta skupnost mi je bila, poznali smo se, ista strast nas je gonila naprej in je bilo tako super, ne. Ja. Potovali smo okoli, spoznali pol novih ljudi, a veš, takrat je bila Francija meka, ne, a veš, smo hodili v Francijo plezati s telimi Gučkom, Golobom, Mejovšek, se jih je bilo polha, ne, ker smo bili skupaj v reprezentanci v bistvu, ne, Židanstana, in smo tam ogromno ljudi spoznali, ogromno ljudi, fajn krajev srečali, videli, občutili, a veš, ka so zdaj v bistvu čist malenkostno bom rekel, v nekem plezalnem jeziku, ne, Bjuks, Verdon, to so bili takrat placi, ki so bili opevani, a veš, pa ni bilo interneta, ne, mi smo to po magazinih slike gledali, pa čitali in šli tja. Zdaj imaš vse, odpreš, poklikaš videe, slike, vse je na dlani. Takrat je bilo pa tako vse malo zavit v skrivnost, ne, nisi vedel, kam greš. Tudi v Ameriko smo šli brez vsega, ne, pač zemljevid pa gas. Pa bo, kar bo. Ja, dobro, ta prvič nam je pomagal en friend, ki smo ga srečali v Franciji, Američan je bil tudi sam tam, pa smo ga vzeli, smo skupaj plezali in prišel tudi pol k nam, ki se je skazal, da ima sestrično nalogo, čez blizu mene, ne, res smešen. Pa nas je on ta prvič pričakal na letališču, smo šli k njemu v Jackson Hole, je on takrat živel, pa smo malo okoli skupaj plezali, nam je pomagal avto zrihtati, pa smo šli pa sami. Čakaj, to je kje to? To je v Wyoming. Wyomingu. V Wyomingu smo bili, ja. Pa smo pa naredili velik krog, smo bili tam po moje 2 meseca. Pač, ampak plezali ste pa Samo športno plezanje, pa neki balvanov, takrat sam, to je bilo tako v povojih, še nismo imeli nobenega crash pada, ne, zato se je tudi una nesreča zgodila, ki je Jure Golob Midnight Lightning splezal, pa smo pa nazaj prišli in je rekel, dajmo še enkrat, da boš posnel to, ne, je pa padel na pete od spodje, tle ena gladka granitna plošča in je na pete dol padel in si jih je polomil.
bilo pa en teden, preden smo šli domov, tako da sem jaz malo pomagal na WC hoditi, pa tako pa doma šel to slikati. Pa. Ja, tako je bilo. To ste bili polkar Šele bajze. pajacli. Ja. En teden je, a pa ste šli tam kaj, vsaj v zdravniku, v bolnico, okay. Mislim, da nič. Ja. Pa obe pete. Po mojem se je to on bolj vedel. Jaz mislim, da si obe pete polomil takrat, ker ni mogel. Veš, ker si peto zlomaš, petnico od spodaj, kost ti počne. Ne moreš tudi na prste stopati. Ne? Je res sitno. Ne? Ja. Cool. Dobro ste bili, super. Tako, sej poznamo tudi recimo iz tega mednarodnega prostora, ker so kakšne knjige o teh najboljših climberjev, ne, in je to znano, da tisti najboljši plezalci, ki so tudi vzun plezali na najvišjem nivoju, ali se pravi, najtežje smeri so pa tudi tekmovali, ne, ali pa obratno, če so verjetnost je tako, kot ti tudi iskale prišli v tekme. Ma kaj je bilo pa tisto na tekmah, ki te je pa tam najbolj, bom rekel, gnal, pa motiviral? Ja, sigurno to, da sem bil uspešen. Ne? To je sigurno ena od stvari. Pa pač znal sem mogoče ta pressure shendlati malo boljše od ostalih. Ne? Veš, ko imamo tudi, ne vem, jaz se spomnim, Fred Nicole je bil en najmočnejših Švicar je bil, sem ga videl na eno tekmo, je prišel, pa se je za komplet parel, pa upel, pa šel dol. Ne. Tako, na tekmi je drugačne, pač moraš pozabiti, a ne strah, moraš pozabiti pressure čim bolj, najbolj kar se da. Ne. Sej, a veš to, ko zdaj Janjo gledaš, mislim, ta pressure, ki ga ima ona, je res zajeban. Ne. A veš, priješ na tekmo, moraš zmagati, ne, tle ni. Ja, to si mi lahko samo predstavljamo. Ja, to je kar težko. No. In se mi zdi, da sem mogoče tle bil malo pred ostalimi, ker na vseh teh, rekel, treningih ali pa testiranjih, ki smo jih na fakulteti za šport imeli, sem bil kar zadnji za vsemi. Ne. Ajšvili, Guček, Majovšek, Židan, Golob, Jure, so bili vsi precej močnejši, ne. Na tekmah pa pol se je meni malo bolj išlo. Veš, mogoče sem znal bolj izkoriščati to gibanje, tako kot se mi zdi, da je Janja zdaj, pač, da začutiš, da čim hitreje začutiš, kam moraš telo postaviti. Ne. In to se pol skozi celo smer. Čeprav to je nek tak plezalen talent, ne, da ti imaš to neko, bom rekel, plezalno inteligenco. Ja. Da hitro zaštekaš, kva moraš narediti. Ne, No in na tekmi je pa to prije zelo do izraza, ne, ker tam pa ne moreš, tam narediš napako, greš dol. Ne. Ja, ampak hotel sem še to reči, da lahko to imaš, pa me boš popravil, dopolnil, ampak poje pa še to, kako pa ti svojo glavo pa ta pritisk menedžiraš, ne, ali pa shendlaš. Ne, tako, kot si rekel, lahko si ti ful talentiran, še močen zraven, ampak ti tam, keď se dvorana dere, zdaj tukaj, v tem trenutku moraš narediti, pa mogoče to nekdo ne more. Ne zmore. Ja, mislim, a veš, zdaj takrat je bilo vse skupaj malo drugače. Mi smo sami trenirali, ni bilo trenerjev, ni bilo psihologov ali karkoli, da bi ti kaj pomagali. Jaz mislim, da je to sovpada s talentom. No, a veš, da nekdo lahko odmisli vse skupaj, ne? Pa normalno pleza tako, kot na treningu, nekdo pa tega ne more. Ne. A veš, Matej Sova, recimo, ne, on je bil res dober, ne, močen, vzdržljiv, ampak on je nase tak pritisk, a veš, ustvaril, da pač mu je res bilo težko dobro odplezati tekma, ne. Jaz se spomnim, jaz sem prišel v izolacijsko cono, sem rekel, pismo, danes mi gre pa ful dober, ne. Pa je to za njega bil že problem. Ne? A veš, pa vse sem ga hecel mal, vse, a veš, ampak je to pač velik del tekmovanja tudi, no. Mogoče na boulderjih je to mečkan drugače, ko imaš, a veš, več poskusov, pa tudi zdaj je doskrat tako, da moraš v prvo vse splezati, ne, ampak padeš dol, pa greš še enkrat, tukaj pa padeš dol, pa je konc, ne. Čeprav verjetno ima k temu tudi neki karakterno osebnostna lastnost, ne.
najbrž, si če to sem bolj tako- jebi veter. Ja. To so tvoje besede. Ja, ne? sej Ampak- je tako, sej je tako. Sej to bi moja mojca potrdila, ker tle v centru, kad delamo, je to tako, ne, da ona ima vse po regalcih, jaz pa dej sej bo, gremo naprej. Sam to je tako, se mi zdi, je lahko zelo dober plus v življenju posameznika. Ja, lahko je pa Ker tudi si minus, manj ampak, občutljiv pol na vse te Tako, zunanje tako, vplive, ki jih imamo Ja, ja, ja. nenehno, ne? Ja, ja, In nas mečajo Se malo iz strinjam, špure. se strinjam. Če se ti nasmeješ, pa. Ja, jaz sem tak bolj, ja. Ker te stvari je težko priočice. Ne? Ja, ja, To ja. malo se že naučiš, mogoče pol pa z leti, ne? Ko malo tudi vidiš, kva je bolj pomemben, pa kva manj. Drugače pa to moraš imeti. Je res, je. Bil si državni prvak nakrat, ne? 7-krat, pravi statistika. Ja. Pa bil si prvi fant z stopničkami na tekmah svetovnega pokala. To je tako kar big deal, ne? Ja, takrat je bil, zdaj to ni več, ko so Pa fantje dober. in punce tako dobre. Ne? Zdaj, a veš, to je bilo tako, mi smo začeli na tekme hoditi pač tam 91, kot neka mlada država, ne? Noben nas ni glih resno jemal. Dokler ni v bistvu Martina, ki je to treniral, ne? Začela pač ratovati zelo dobro in zmagovati. Ne? In takrat smo mi ugotovili, da se v bistvu da. Ne? In takrat je tudi Tomo postal selektor in Tomota so poznali pač vsi, a ne, tam, in to je ogromno pomagalo tudi nam, ne? Da so nas mogoče malo bolj zares jemali. Plus to, da pač ja, jaz sem zelo odprt tip človeka in sem velikokrat gostil za pri meni doma tele tekmovalce, ki so bili res dobri, Ruse, pa s tem Švicarjem sva dosti bila, Simonom. In ko smo trenirali skupaj, a veš, tip je zmagal svetovni pokal, tam sem pa jaz bolj plezel od njega. Ne? Recimo na moji steni, kar je seveda moja prednost, pa to, ampak tam sem videl, da v bistvu smo tam, ne? Da treba sam, ne vem kaj, nekaj je treba narediti. In to se je zgodilo, potem mislim, da 96. sem prvič prišel v finale, ne vem zakaj, pač vse smo trenirali dobro, pa to, ampak takrat se je odprl, ne, mogoče tudi vse z glavo, vse je zašpilal, ne. In takrat je bilo meni, to sem jaz cilj dosegel, a veš, v življenju, ne. To je bilo to. Ja. Sem bil tam z najboljšimi na svetu, ki sem jih po magazinu gledal, ne. Si mogel biti kar kralj, ne? Pol drug let sem bil pa enkrat tretji, pa Šarma je takrat, mislim, da celo na prvo tekmo prišel iz Amerike, ker smo tudi brali v njemu talent, a veš, ful. Pa Legrand je takrat zmagoval, ne, in je tudi takrat zmagal pol. Pa ni bilo več nekih takih uspehov, ne. Tudi ne vem zakaj, tako ko so prišli, so tudi šli, sej sem bil, mislim, 9., 7., tam nekaj, tako je bilo še, sam nič res dobrega in pa je mogoče tudi meni malo dol padel, ne. Pač to, da sem dosegel cilj, še več kot to, bil sem na štengah, to je bilo meni, a veš, kljukica in mi je mogoče vse skup malo ušlo iz rok, ne. A pa si v tem času, ne, večkrat si že rekel, pa tudi vemo, pač vedno veliko ste plezali kljub plastiki tudi zunaj, ampak ko si bil, bom rekel, sfokusiran na tekme, a si istočasno tudi imel svoje projektiče v zunaj, hodil plezati težje smeri, ali si bolj tako bil projektni, malo, zdaj sem bolj fokusiran plastiko, zdaj malo bolj v zunaj. Pri nas je bilo to vse kar precej pomešano. Jaz projektiral nikoli, mislim, vedno smo imeli smer, ne vem, če sem šel v Mišjo peč, sem plezel ne 8B, 8A, ne, da sem se naplezal, pa vmes sem šel enega od projektov, ne, enkrat, ne, pa spet plezati naprej. In smo tako, ne vem, 12 do 15 smeri se je na dan takrat splezali. Tok. Ja. Frank jih je še več, ne. Frank je mašina še zdaj, ne. Ja. In tako so pol te kakšne B+, pa to smo jih splezali v bistvu bolj kot ne spotoma, ne. Samo en projekt je, ki mi je bil
zaradi katerega sem se v Arko zapeljal za 2 dni, ne. En Petra Murata je tam ena, mislim, da je 8B+. Ful dobra smer in smo bili tam in mi ni ratal splezati, sem padel z vrha in sem pol naslednji petek šel dol pa to zaključil. Tako da smo, treninge s skalo smo kar precej mešali, no. Tako, smo tudi šli, veš, iz mišje na plastiko popoldan, sam to je bilo bolj brez veze, ne, ker v miši se res ubiješ, ne. Ja. Da tam na plastiki polk je dost ne moreš narediti, brez veze. Zanimivo. Si tudi neko 8C splezal? A sem jaz to prav Mislim, da zaznal? je strelovod. Tam nekje v hladilniku neka prečka taka, ja. So ti ležale bolj previsne ali bolj plataste? Bolj dolge. Dolge? Ja, zato ker nisem imel moči v bistvu, da bi jaz to kaj dosti Zdržljivc bolj. potegnil. Ja, to ja. Rekel si, da si bil v Ameriki, a si še kam šel izven Evrope, še kam plezati? Prav za plezanje v skalo ne. Bil sem 3krat v Ameriki, z golobom, z gučkom, 2krat z golobom po moje. Jaz bi šel tja še enkrat. Me je tam toliko dober, ne, toliko ta pokrajina je meni tam toliko všeč, da me prav drgam tudi vlekalni. Šel bi v Avstralijo, sam to je bil malo večji projekt za tiste čase, ko je Lukić šel tja, pa je splezal tisto Punks in the Gym, saj je bila 8C to takrat. Res lepo izgledalo. Ampak tako kot doživetje, pa Amerika, veš, mi smo, recimo prvič, ko smo bili tam, je bilo 94, to je bilo za nas raj, ne, Amerika, ja, veš, to, Las Vegas, pa, to zdaj drugače doživljaš, ko greš iz enega okolja, ki je zelo podoben, ne, imaš tle shopping centrov po Evropi ful, ne, takrat tega ni bilo in si tja prišel in je bilo to noro, ne, meni je bilo noro. Plus to, da ta pokrajina, ki se spreminja na vsakih 200 km, je čist drugo, ne? Ja. Pa ne samo, da je čist drugo, je tudi, vse, ki greš v hribe včeraj, ko smo bili, noro lepo, ne? Sam je drugač, tam imaš te skulpture skalnate, ali pa že El Capitan je impozanten to, da sam sediš pa gledaš lahko cel dan tisto, ne? Ja, je kar noro, res je lepo, Pa ne. te sekoje, ta Pa velika vse rdeč, drevesa, zelen, to je noro, tak. ja. Puščava. Ko smo v Arches, ali kvaj tist, ne, tale Marlboro Country, ne vem kvaj, ko se že temu reče, smo se zjutraj zbudili, ko so nas oni Indijanci, veš, s tisto musko, vse rdeč, ko je sonce vzhaja, tako res hudo, no. Tudi tako neplezalno, no, plezalno je bilo pa tudi dobre stene, smo mi takrat najdli, je bilo dobro za plezati. Kje in mogoče celo zakaj, ali pa kako je prišlo do tega, si pa začel plezati brez vrvi? To je bilo pa že od začetka v bistvu, veš, zelo kmalu. Sej to moram reči, že tu na te stvari jaz nisem prav dosti ponosen, no, ker se mi ne zdi okej, tako. V bistvu je lažje plezati, ne, nimaš, ne vpenjaš, nimaš vrvi za sabo, ne vlečeš, je tako. Ni to fajn početi, no, tako. Zdaj, ko pomislim, da bi to moj ta malo delo, bi se mi sfukal, ne. Ja. Ampak takrat ni bilo veliko plezalcev, ne, in ko mi je Miha pobegnil v vojsko, sem bil sam. Jaz nisem poznal nobenega in sem v bistvu si toprav peštimal in sem po telahkih smereh šel gor in si naštimal toprav čez kakšno, ne vem, 7C, ena plata je bila tam, pa sem to pol študiral, ne. Pa se mi zdi res to, ta samozavest, ki pa mogoče se je odražala tudi na tekmah, ne, da pa jaz ne bom spustil grifa, siguran, ne. In sem zelo veliko tega presuliral. Na srečo se je šlo posod, ne. Dostikrat sem se s kom skregal, vem, enkrat so z Gučka imela nek kreg, ki sta, on je bil za eno Metko Lukančič, ki je tudi bila v reprezentanci, takrat smo bili skupaj v Ameriki in sta se nekaj spičila gor. Jaz sem šel po en kanjon in sem jih čakal in jih ni bilo. In potem sem šel pač plezati, veš, sej tako, ne, ko greš plezati
ko si na nekem visokem nivoju, greš plezati 1,7B, ne vem, in plezaš, in dokler si ok, plezaš, ko pa nisi več ok, greš pa nazaj dol. Ne? Tako sem jaz čutil to. In takrat je, ko sem bil sred smeri, je Vili dol prišel in je ne takrat, ne, ker ni hotel se dreti name sred stene, ampak je pol popizdil čez. Ne, pa je imel prav, ne, ker če bi se takrat nekaj zgodil, mislim, če bi takrat dol padel, bi imela ona dva probleme blazne, ne. A pa je bila to neka taka, mislim, je to več takrat ljudi počel, ker zares tako, ne, pa sej tudi si slučajno ne domišljam, da poznam zelo dobro tisto obdobje, ne. Ampak po pripovedovanju tako od kakšnih alpinistov še kaj slišiš, ne. Ja. Recimo tudi Tomo je, Ja. ne, Česen je soleril, je sam plezal v Beli, ne, žensko za nagrado. Ja, pa se oni že prej, Pa pač, Dovžanovi so ti alpinisti so imeli te svoje solo alpinistične, akcije, pa tako, ne. Ampak Med športnimi plezalci pa ni to. to moj bil, no. Ja, To moj bil, pa ne bom jaz rekel, da je on bil moja inspiracija, kar se soliranja tiče. Jaz mislim, da je to čist evolucijsko, spontano. nekako je to v meni bilo in mi je bilo to všeč. Jaz sem doskrat šel, jaz sem v Retovju splezal vse razen palačinke, ne. Pa mben ne ve, zato sem šel zjutraj tja, jaz sem bil tam doma, ne. Brez vrvi, ne. Ja, sem šel tja, pa sem plezal malo gor pa dol, veš, jaz sem poznal vsako plink tam. V redu, lahko bi se kaj odlomil, ja, to je siguran. Tako se je, recimo, ko sem soliral Mozaik. Ja, v Miši. V Miši peči sta bila dva ogromna kapnika, na katerih si v bistvu stal in sedel, zdaj jih ni več, ne. Ker je to Silvo Karo pol, kakšen mesec zatem polomil oboje, ne. Veš, to pač na take stvari ne moreš imeti vpliva. Imaš pa lahko vpliv na to, kako si ti držal pa stal. To pa ja. Ampak zdaj, recimo, ko nisem več toliko uplezan, ne, kje je zdaj, ko jaz to pomislim, na to mi je groza, ne. Až takrat pa čutiš, a vzdržal ali ne vzdržal. No, tudi malo k temu doda neka mladost, ne, verjetno. Norost, ne. To si hotel. Ja, ne, siguran, sej pravim, no, to ni bilo ok. Bolj to v smislu, da ne, sej vsak, ki je relativno zgodaj, ne, ali pa saj nekje v najstniških, pa tudi zgodnih 20 letih še se šel nekega plezanja, pa jaz, ki sem bolj iz alpinističnih vod, ne, v tistem času ne razmišljaš, da se po tebi kaj zgodil, ne. Pa tudi, ko se kaj zgodi, pol čez 3 dni to počas, če ni bilo zelo blizu. Ja, ampak ta občutek nesmrtnosti imamo, ne. Včeraj se je zgodil nekaj, ki se meni zdelo nemogoče. Mi smo šli z Jernejem, pa sta mali imel hribe in so mi dva čeblajo, 3 so bili so čebljali, zadnji so po poti hodili, ne. Šli smo iz Velikega Draškega okoli nazaj na Seduček, ne. In mi dva jih od spod čakava in jih ni bilo. In so mulci pot zgrešili, ker se nama zdelo nemogoče, ne. In so šli na strmo dol v dolinco, ne. Aha. In oni so dol prišli po nekem rušju, pa nekje, ne. A veš, ker ti ne veš, ker so kakšne stene dol, ne veš, kam boš prišel, ne. In so kar šli, ne. A veš, ker se jim ni zdel nevaren, ne. Ja. Nama pa, fak, ne, kva je to, kako lahko kaj tazga naredite, moraš iti iz poti ven, ne. Ja. Ampak ka smlad, ka smulc, a veš, kar rineš, pa se ne vidiš toliko nevarnosti, ki jih mogoče zdaj, a ne. Tako. Ampak za te recimo težje smeri, ne, ki si jih preplezal, 8A pa tako naprej, okej. To sem se pa malo bolj pripravljal, no. Tako, ja. Kaj pa to pomeni? To pomeni malo, zelo velikrat sem jih splezal, ne. Ja. Nisem padel nikoli v njih, splezal sem jih gor in dol. Ker verjetno vizualizacija, kako, kaj, ne. Verjetno si mogel reči v nekem trenutku za neko smer, zdaj sem pa ready. Ja. Kaj ja, občutek. A veš, tudi vem, da 2 smeri smo posneli in je mogoče to tako, a veš, mislim, da ti to
veš, ko sem jaz Aleksa gledal to početi gor, tisti je itak čist drug nivo, veš, to je meni scary gledati, ne. Takrat je bilo pa podoben mogoče na tekmi, veš, ko sem začel plezati, sem bil tam, ne. Not padeš v film. In ni tako bilo kakšnih zunanih, ne vem, dejavnikov, da bi to mene nekaj motilo ali pa kaj. Pač videl sem gibe točno, kako moram stati, točno, ne. Fora je pa, ne, da moraš pač isto plezati, kot na štrik, ne. Ti moraš nogo, stop obremeniti tako kot takrat, če ne ti vzdrsne, ne. Ja. To je pa mogoče ta razlika, no, ker se je mogoče pol tudi na tekmi, veš, odražala, ne, da sem pač jaz plezal tako, kot na treningu, ne. Ker če ti manj obremenil nogo, boš mogel bolj držati, ne. In te pol prej pobere in tako, ne. Nek ta občutek malo rezerve si pa mogel imeti. Ja, pri vseh teh, veš, smerih, se to je bilo meni takrat lahko splezati, ne. To ni, tisti jaz po noč bi me zbudil, pa šel splezati tista. So bile rezerve, ja, fizično sigura, ne, ker ni sam to persoliranje, ne. So tudi... Ker si tudi sajtov kakšno smer, ne? Ja. Sej to sem ti prej rekel, veš, greš, jaz sem šel v smer in če sem se počutil comfortable, sem pač šel naprej, ne. Ker sem vedel, da tudi dol lahko splezal, ne. Takrat v Ameriki se pa spomnim, je bilo pa tako malo bolj platasto in sem šel čez neke sloparje, ker sem pa začel prvič razmišljati, da to pa navzol težko splezati, ne. A veš, tisti je bilo pa pol že malo, zdaj zber se, zdaj pa ne smeš zajebati, ne, sredi Amerike tam, ne. Pa se pač je šlo na vse. No, sej, drugače tako se mi zdi, zdaj absolutno nočemo nobene reklame delati za plezanje brez vrvi, a ne, v plezališčih, tako pri alpinistih pa dostikrat plezamo kaj nenavedeni. Zdaj, tisti, ki to, ne, sej, če greš nek greben ali pa ne vem, lažjo smer z relativno lahko ceno, ne, 2, 3, ne vem, 4 je lahko že dosti napišno, ne, si ponavadi toliko not, ne, da točno veš, da imaš kontrolo, tudi mačken si z glavo, vse glih drugačne, ker tisti alpinisti, ki pa mogoče tudi težje smeri sami plezajo, so pa ali vrhunski alpinisti, ali pa nadpoprečni, skratka, so pa toliko že izkušeni dobri, ne, ker včasih, kakšen mlajši kaj naredi, načeloma moramo na ferajnu kar malo znoreti, ne. Sej tega prav početi, ne. No. Veš, sej jaz sem tudi šel, ne vem, nemško, slovensko, te neke klasične smeri, ki so res lahke, ne, se ne rabiš v bistvu vrvati, ne. Ampak je tako, ne, če tam, ne vem, ena skala pa leti dol, ne, boš ti šel z noče to zadela, ne. Tako, ne vem. Ja, spomnim se pred leti Aleksa Huberja, tega alpinista, ki je drugače tudi tam plezal zelo zgodaj, že 9A, pa tako, ne. Nemški, bavarski alpinist in je plezal smeri samo z magnezij vrečko pa čelado, ne. Pa tako se spomnim, smo enkrat po neki reviji ali ne vem kje gledali, smo pa zakaj rab čelado, se če dol padati, kam miš, da mu v čelada pomagala. In je pa tako razložil v smislu to, da če se on kdaj rukne kam z glavo, ne, da mu hitro se butneš kam skalo, te zaboli, ti lahko malo fokusa preusmeri, ali pa celo, da mu kakšen kamen pade na glavo, ne. Tista čelada bi pač ta moment rešila, ne. Za vse ostalo je bil pa itak že v glavi poštiman, pa drugačne. Tako da dostikrat so pol tudi te neke malenkosti, jaz imel tudi ti kakšne, ne vem, posebne plezalke ali pa kakšen ritual ali neki, pa mogoče tudi ne samo za ta solo plezanje, da se ne bi zdaj slišal, kot da hočeva to malo tako neki povzdigovati, ali pa nasploh, če si imel kakšne rituale pred pomembnejšimi vzponi, tekmami. Ne, v bistvu. Ne, nič posebnega. Ne. Sem pa probal, če sem se šla tudi enkrat plezati v led in to se mi je 2-krat zgodilo, da sem v bistvu zlezel skup, ne. Ja?
Jaz sem prišel v Počgor po prvem cugu v Luciferju in jaz se zdaj domnevam, no, da je to zato, ker me toliko roke zebel, ne. In je on šel plezat naprej in sem jaz zlezel skup, tam je bil še en model, da je štrik parel, ne. Za minutko mogoče. In pol sem spet plezal naprej in šel okoli peš, nič tako, da bi, a ne. In še enkrat, ko sem šel z enim Švicarjem, isto let plezat, se mi je isto zgodilo in pol sem to nehal početi, ker mi ni bil kul občutek ta, ne. Imaš pa spomin, da ti je tok zanohtal. Zebel me je kap Ja. svina. Ja, Res tako, no, in ne prenašam dober mraza, no. Tudi, ko gledam te alpiniste gor v hribih, ali pa tega Kanačana, ki je tudi pokojni, veš, ko so film snimali. Leclerc. Grozen, ne, Leclerc je grozen. To je, da se jaz postavim v uno situacijo, veš, pa sem veliko smeri preplezel brez štrika, tako, ampak uno tam, pa spet čist nek drug nivo, pozim, uno tam neke cepine haklaš nekam, ki ne veš, obdržal ali ne obdržal. Ja, gre za čist drug. Kar scary, ne. In pol modela plaza dnes, on ni padel dol tam, a veš, tako. Ja. Ja, Zdaj, spet je treba reči, da vsi ti ljudje, ki to počnete na tak nivo, ste itak tok noter v tistem okolju, pa v tistem početju, ne, da pač potem za nekega zunanjega opazovalca je to, ne, doskrat si rečemo, pa ta ni gladek, ne, zakaj to rab, ne, a se mora dokazovati, ali zakaj zdaj to počne, kliče nevarnost, ne. ja. Se pravim, jaz zdaj nisem noter in zato mi je to grozen gledati, ne. Takrat, ko sem bil, mi ni bilo to pač nič, ne. Dokazovati. Sej mogoče sem to tudi počel zaradi tega, da bi se dokazal, jaz ne znam zdajle točno razložiti, ne. Ampak če bi to počel zato, a veš, zakaj bi pol plezal sam, nekje kam benga ni, ne. A veš, tako, tam se nimaš kom za dokazati, ne. Ja, no, sej ti, zakaj Sam seb mogoče, ne, Sam ne vem, seb, mogoče ja. sam seb, ja. Veš, da to zmorem, da, ne vem. Sej teh vprašanj, zakaj nekaj počnemo, ne, nasploh. Ja, To so ta najbolj skrita vprašanja, ne. ja, Prej poštekaš, kako recimo ena naprava, Ja, zvezdna itak, dela, ja, sej, kakor sej. mogoče pogruntaš, zakaj ti počneš določene stvari na način, Ja. ki jih tudi a počneš. veš, jaz ne. se zdaj v zadnjih, ne vem, kar 10 let ukvarjam z endurom, ne, motori, Kroske, ne kroske, ne kroske. enduro, to je, Ja. pač glih to je to vprašanje, zakaj to počneš, tam si med enim skalem, veš, ko to imamo mi nek krog, ki je povprečna hitrost, ne vem, 8 km/h, ne. In tam motor vlačeš čez une skale, pa včasih ti rata, včasih ga moraš poriniti in pol se vedno sprašujem, zakaj jaz to počnem, ker to je res težko, to je najtežji šport, kar sem ga, veš, kdaj probal, ampak ker grem še, pa se grem tja matrat, pa vleč tuno 100-kilsko kravo čez une skale, ampak mi je fajn, ne vem. No, daj mi pol opiš, kaj zares je to, ker ne poznam. Ja, to je, ne vem, bom rekel enduro trialno, imaš progo z ovirami naravnimi, v tem primeru okrog tega kamnoloma vrhniškega in A to je to, kar se pač z motorjem skače, v bistvu, ali pa ja, ampak premaguje neke ampak ovire? to je z enduro motorjem, Ja. trial motor je brez sedeža, Aha, okej. je lažji, je drugačno. To je pa enduro in imaš klančke, peske, skale, korenine, masne, strme in to pol iščeš občutek za trenje, no, tako veš, da zanimiv šport, meni je top, no. Sam vse neke, zdaj bo kdo rekel, kva ta nabija, ne? Ampak neke vzporednice lahko potegneš, ne? Tam moraš imeti, zelo si v momentu in zelo moraš imeti kontrolo, ne? Ja, kontrola pač mene napumpa tam bolj k pri plezanju, ne. Kontrola, fora je, da ti moraš 100-kilski motor s svojim telesom obvladovati, ne. In hitreje, ko začutiš, kam moraš telo dati, lažje boš
čez neko oviro ali pa čez nek klan spršil. Ne? In tle se prav vidi, kako recimo v prvi uri vse špile, ne? Potem pa, ko ti začneš crkavati, ne? Gre pa vse sam še navzdol. Ne? Ja, Tako zanimivo. prav, ja, tle mogoče je povezava s tem, s to pozicijo telesa, čim hitreje to dati v pravo pozicijo, ne? Tako kot pri plezanju. Ne? Ja, pa fokus, ne. To Pa mora fokus, biti totalen fokus, ne. Ja. Pa pusta motore zdaj, to je. Ja, ok. Ampak vse me zanima, ne, ker na uho mi je pa prišlo, da si imel rad tudi hitre avte. Da se rad hitro pelal. Vse to so mi v Prinki omogočali, nek sem to začel delati, pa to malo prodajati, pač živel sem na Joški od moje mame, ne. Pač doma je bil hladilnik, tako da nisem imel nekih stroškov, in sem pol zapravljal za te avte, ne. Pa sva z Markotom Lukičem zmer se neki dajala. Bockala. Ja, bockala. Zdaj ne smeš povedati, da sta slučajno kdaj tekmovala dol, mimo Postojne. Nikoli, a ne Marko. Preveč denarja sem zabal za te avte, no. Zdaj pač je stvar drugačna. Sej pol, ki so otroci prišli, se mi zdi, sem se ful spremenil. Sej najbrž se vsi, meni so kar veliko energije popili. Sem tudi pol nehal tekmovati, no, to sem že prej, ampak pol sem zelo veliko postavljal, no. Ja. Postavljal za tekme, začel sem, kako se je to sploh začel? Ja, v bistvu na vseh treningih sem kar dost smeri, ker mi smo na sprejvolih smeri plezali, jaz postavljal, označeval ali kakorkoli. In mi je bilo to fajn, ne? In potem sem s Česnom začel delati v Kranju. In potem sem nehal tekmovati, sem v bistvu naredil ta tečaj. Za rucete, na za IFSC-ju. postavljalca. Ja, in sem pol to delal 10 let, ker veliko svetovnih pokalov sem postavil. Potoval sem okoli, delal sem tisto, kar mi je bilo res luštno, pa nekaj denarja sem za to dobil, top je bilo. Ja, the best. Ja. Ker to že, ne, ker se 3, 5 ali pa 2 rekreativca dobita pod en sprejwall, se pravi pod steno, ker so nametani, ne, različni grifi, oprimki, volumni, kakorkoli. Se dostakrat to, če greš danes v en plezalni center, pol 2 taka, če ni en malce talentiran, zato se po Je težko, 5 minutah neuspešnih poskusov se prestaviš na boulderje, ki so že narejeni. Težko je, ja, za nekoga, ki nima nekega plezalnega znanja, bom rekel, je kar težko sestaviti nekaj smiselnega, ne. Sam takrat je bilo, mislim, jaz sem bil pač res uplezan, se spomnim, da sem šel tudi recimo na Kitajsko, so me poslali, kam ben drug ni hotel iti, ne. Me je bilo top, ne, videti malo nove kraje pa to. Nisem vedel, s kom bom delal, dobil sem tam pol enega Kitajca, ki je bil relativno v redu in smo celo tekmo midva postavila, ne, vse smeri. Sam takrat je bilo, tudi nivo za ženske je bil bistveno nižji, kot zdaj, ne. To zdaj govorimo o leta okoli 2000. Ja, tako ja. Je bilo, a veš, jaz sem tiste smeri splezal za ogrevanje v bistvu, ne, ženske. Zdaj je pa isto težko, ne, samo drugače narejen, ne. Pa za fanta sem pa točno vedel, kva moram delati, koliko težko mora biti, in je bilo meni to dosti simpelno. Pa tudi drugače je bilo, veš, mi smo na štriku imeli vse grife, zdaj imaš pa teh volumnov cel kup, ne, da jih zmečeš nazaj gor za finale ali pa polfinale, veliko več dela, ne. Ja, saj to se vidi, recimo danes, ko gledaš tekmo, ne, neko finalno recimo, in vidiš, kako je pocahnen tam s črticami, neke pozicije, ne, da si označijo. Ja, mi smo imeli slike, na koncu smo imeli slike, tudi s Tomotom smo uvedli to, da recimo, ko so spremenili, včasih je tudi, so se tudi kvalifikacije plezale na pogled, pa so to spremenili zaradi tega, ker pač si mogel cel dan včasih preživeti v izolaciji in ni bilo okej. So spremenili, da se
pleza Flash. In smo mi to vnaprej posneli, prvič enkrat v Kranju, in od takrat naprej v bistvu se to tako počne, ne. Ker do takrat smo pa mogli mi to njim uživo splezati tam, ne. Pač v odsekih, kakorkoli, ne. Zanimivo. Smo kar veliko stvari, po moje, tudi mislim, da prve volumne smo v Kranju gor pometali te trikotnike v to, ki jih prej še ni bilo nikjer drugje. Smo bili malo inovativni. Ja, super. Pa s Tomom tam so pol zelo veliko delali tudi okolno. Postavljali smo in to. Ja, zelo veliko, ja. Ker nekoga, ki ni iz tega, se mi zdi tako, ker umetnost, tudi ko danes gledaš, ne, tudi za današnje postavljalce, pa si nič ne domišljam, da je moglo biti 20 let nazaj kaj drugače. Ja. Da si ti znal to sceno poznati, pa ne nazadnje tudi konkretne tekmovalce, da si za tiste pripravil, recimo, sploh pri finalu, ne, ker dostikrat je kakšen komentar prelahka ali pa pretežka, jih je bilo preveč na vrh. Skratka, da si prepoznati to sceno in pol temu primerno narediti ustrezno smer, ne. Ja, veš, zelo je simpel iz stola reči, prelahka smer je bila, ne. Veš, to je zelo enostaven. Sej to. Kar je bilo nam v plus je bilo to, da smo imeli te punce res dobre, ne. Natalijo, Majo, Mino, veš, one so bile pač najboljše in smo vedeli, kje je ta nivo, ne. Tudi fantje, ne, konec koncev so bili zelo dobri in ni bil to tak problem narediti, no. Tudi, a veš, smo vedeli, kako zadnjih par metrov težiti zelo na brzino, ne. Si vedel, ok, tisto prinke treba mečkano levo obrniti, pa bo ful težje, če je bilo preveč vrhov v polfinalu, recimo, ne. Na ta način se to to so zdaj male skrivnosti. Finese, ampak, veš, a imaš ti v prink pod 40 stopinjskim ali pa 45 stopinjskim kotom, je ful razlika, ne. Tam, ko si ti na meji, ne. In ta občutek smo mi imeli. Je pa tudi, a veš, recimo Margon Simon je pol tudi začel z mano veliko postavljati, zdaj on itak, a veš, upeljal nek sistem boulderjev, ki je res čist drug spet, ne. Veš, oni so s tem 360-jem začeli takrat delati neke ful bolj tridimenzionalne boulderje smeri, ne, in se vse skupaj so oni porinali naprej, da se je začelo to tudi v tej smeri malo spreminjati, ne. Na mednarodni. Ja. Tudi zdaj, veš, ko on pride k nam, kakšen boulder postaviti, je čist drugače, kot ga jaz naredil, veš, to je tudi polno enih stvari je noter, a ne veš čist točen, a ne, kako bi se sploh lotil, a ne. Kaj jaz sem pa potem, seveda, pri Lapisu, a ne, ko sva z Jaketom začela to resno delati, ne, sem pa jaz izhajal iz plezanja, iz mojega plezanja, kva bi jaz rad imel, kako bi bilo dobro, a veš, in smo dostikrat kar kakšne stvari potegnili, se spomnim, sem imel eno trening desko, ne, in sem eno kačico čist tenko vlil, samo en del te trening deske in smo tisto ponudili, ki je bil ful dober, a veš. Smo tako nekako probali upeljavati nove stvari v te smeri, ki smo jih, a ne, postavljali v Kranju, recimo, ne. Zanimivo. Ja, evolucija taka, plezalna. To nisem vedel, da je tudi iz slovenskega prostora, bom rekel, toliko pomembnih na nek način rootsetterjev, pa tudi, kakor praviš, izdelovalcev te opreme, ne, ki je vplivala tudi malo širš, kakor... Mi smo kar dobri, no, tako. Če bi bili mi Francozi, bi se veliko bolj hvalili. Ja. A veš, tako, ne, Ja, skromnost je lepa čednost. Ja. Pa mehni smo, pa smo zato taki. Nekaj sem te prekinil, upam, da ti nisem kakšne pametne misli snel, ampak... Sigura ne, veš, da ne. Vseeno mi povej tudi to, ker si pravzaprav na sceni skoraj od samega začetka tega razvoja športnega plezanja kot samostojne discipline, ne? In vse do danes in gledaš tudi to evolucijo dejavnosti
ne, sej že povprečen opazovalec, ki malo skozi čas gleda po TV, pač recimo, ali pa hod na tekme, ne, ve, da iz tiste neke plataste krimpaže je danes to, kar si zdaj opisoval, ne, po teh volumnih, ki jih mogoče včasih, ki doma gleda, sploh ne vidiš, kje so grifi gor, kam bojo to prijeli, ne, polka malo nazumera, mogoče bolj jasno. Ampak skratka, kako gledaš na ves ta razvoj in mogoče še potem, kam se to lahko tudi, če gre? Mislim, meni osebno je vse skupaj zelo podoben, kot je bilo, ne, s tem, da je mogoče malo več za moj okus preveč tega parkour plezanja zdaj prisotnega. Jaz sem bil tudi zraven od začetka, ko so se boulder tekme začele. To je bil v Franciji, so začeli nek Top Rock Challenge, je bil takrat pred svetovnim pokalom, ki so imeli že prav, ne vem, v Chamonixu, v Serre-Chevalierju postavljene boulder stene zunaj in so tam bile te tekme, ne. Pač, ne vem, zelo podoben, no. Probavali so razne skoke že takrat, seveda ni bilo toliko teh volumnov, bolj so bili navadni sloper grifi za eno roko ali pa te krimpi lukance, te stvari so bile, ni bilo pa toliko volumnov, kot zdaj, ne. In to, kar je zdaj, je pač, ne vem, malo bolj tridimenzionalno je vse skupaj, malo več body tensiona zahteva, ne bi rekel. Tehnika je pa po moje zelo podobna, začutiti moraš telo in... No, sej te mlajše generacije so tako s tem zdaj že rastejo skupaj in to jim ni zdaj, ne, ni bilo treba iz nekega načina presedlati v drugega. Ja, jaz tudi mislim, no, zdaj seveda, veš, pri enemu ne vem, tekmovalcu je, eni so bolj za to, eni so bolj za uno, sam na neki tekmi tako vse nekako noter, veš, pa moraš vse znati, če hočeš biti najboljši, ne. Zdaj, to je plezanje je cool in je, ali je tako ali pa drugačno, ne. Še ena stvar, ki je tudi pri route setterjih, recimo pač seveda, ker nisem iz teh voda, ne poznam, ne, mi je pa zanimiva tudi iz neke moje, bom rekel, lastne izkušnje ali pa iz okolja, kjer smo pač alpinisti začeli tam po plastiki trenirati, ki je še danes čisto brez koncepta, pa tako, ne, recimo. Ampak hiter človek, če si sam začne neke gibe ali pa neke zaporedje gibov, ne, en boulder na spray wallu sestavljati, zapade v tisti nek svoj vzorc. In pa ugotoviš, ko to večkrat počneš, da si pravzaprav eni niste boulderje na 3 različne gibe, bom tako rekel, ne, in si pol ujet znotraj tega, ne. Ko pa že Francelj pride, ne, tvoj buddy, pa malo drugače naredi, pa te že malo flikne ven, ne. Skratka, ta širina, ki je tudi morate imeti postavljalci, se mi zdi tako nekaj fascinantnega. Ja. Pa potrebnega, ne. Mislim, jaz vem, ko sva s Tomotom začela delati te stvari, sva probala narediti tako, da je noter bilo čim več, bom rekel, nekih prvin, ne. Da niso bili sam krimpi, da so bile tudi lukance, pa slopere, pa da si stopil na trenje, pa da, a veš, da je bila smer, ki se je sestavila, pač kompleksna, ne. Najbolj, kar se da. Je pa res to, kar si ti rekel, ne, da, a veš, mi smo sami trenirali in smo si sami smeri boulderje izmišljevali in vedno narediš nekako tako, kot je tebi fajn, ne. A veš, tako nekaj po tvoje, ne, in prednost zdaj mulcev ali pa mladih, ki trenirajo, je ta, da imajo trenerje in jim če je dober, ne, daje take smeri boulderje, ki njim niso na kožo pisani in s tem napreduješ, ne. Veš, najtežje je trenirati tisto, ki ti ne gre, ne, ampak zuno boš najbolj napredoval, ne. A veš, jaz sem na začetku zelo veliko na gibljivosti delal, sem bil res najbolj gibljiv od vseh plezalcev, ne, in to sigurno pomaga, ne. Mislim, 100%, veš. No, sej vidiš, kako včasih nekdo flikne roko, še tekmovalc, ne. Naredi špago, tam... Ja, pa ni samo to, je tudi to, veš, ko moraš ti z desne na levo nogo težo prenesti, ne vem, kje boš ti ritm imel, boš imel 20 cm bolj ven iz stene ali bolj noter. To je poln stvari je povezanih pol.
nisem špaga, ne, tudi No, boki seveda, pa vse to, ne. seveda. Koliko visok boš lahko stopil, jaz se spomnim v Domžalah, ena prvih tekem je bilo, ko so vsi popadali skoraj na začetku, to je bilo na pol stene, ki je bila zelo nizka. Bilo treba nogo dati res, res visok, ne je bilo čist lahko, ne. No, sem vidiš, pa si mogel biti tudi vsem discipliniran, da si se te vaje izvajal. Ne, seveda, jaz sem imel, fokus je bil, ja. Motivacija, ne sej Ja, to je. ful, ja. Če je motivacija, ni nič težko. A veš, to je bilo tako, kot sem ti prej rekel, mi smo po magazinih to gledali in jaz sem nekako temu sledil, ne. Ko se mi je zdelo, da je to prav, a ne, če tam en Francoz špago drži, da je pa to že dobro, ne, da je to treba narediti, ne. Ja, že to je tudi danes zanimivo, oziroma ne, razlika med, bom rekel, tvojimi časi, da ne, vi niste imeli interneta, ni bilo milijon in en podatek na netu. Telefona nisem imel doma, ne. Tudi literature ni bilo, ne. Te revije so bile zares, Ja, ne. tele, kva je bilo, Kleteran je bil, Climbing magazine, ja, to je bilo to, ja. Pa je res dober, ne. To je bilo res dober. Ker si komi čakal, da zdobi nov izvod, a veš, kva se je kaj zgodil, kva je bilo kaj novega. In pa se spomnim, ker sem jaz tega Brdavsa soliral, je bilo to v Rotpunkt je bil, ja, točno. Ta prvi je bilo to noter in ne, pa jaz sem bil v Rotpunktu, a veš. Res hudo, ne, tako. Ja, kar noro. Ja. Zdaj mi je šlo Brdavs, ne. Mogel biti res kar našponen. Da se malo vrneva na tole, vseeno tole postavljanje smeri. A danes tudi kaj postavljaš? Ali si... Ja. Pa zdaj tvoj center še vedno malo pušča v stran. Ja, tam v bistvu, na Verdu, drugje pa ne več. Za kakšne tekme pa to nisi več? Nisem dosti pripravljen, veš, zdaj to moraš... Prvič moraš biti fit, da to sploh lahko počneš, drugič moraš vedeti, koliko so dobri ti tekmovalci, jaz nisem več v stiku z njimi in ne vem, v bistvu, ne. Sej najbrž bi lahko še kaj postavil, a ne, pa pol mečkan sam za tekmo, ne. Jaz tudi, ko sem nehal, ko sem začutil, da je to preveč zame, mislim, da je bila ta zadnji svetovni pokal v Belgiji nisem bil več ta prav in sem takrat rekel, da nam več tega počel, ker sem kljub vsemu hotel delati to dober, ne. In če nisi dosti pripravljen, pa če nisi fokusiran, tega ne moreš početi dober in to meni je bilo ok in sem nehal. Pa še fajn se moraš imeti. Ja, in če nisi dosti pripravljen, se nimaš fajn. Ja. Sej... To že vsak rekreativc ve, ne, ker malo forma pade, pa hoče, pa misliš, da si še vedno tam, pa greš, pa ne moreš. Ja. Mogoče sem tole hotel še reči malce nazaj, da ko si to gibljivost omenil, ne, da pravzaprav koliko ljudje, če rečem, na tej strani ekrana, ne, ko gledamo neke tekme, pa vse te športnike, zares tisti, ki se malo bolj spremljajo, mogoče vejo, kaj vse te športniki počnejo zares zraven, ne. Da ni samo zategovati, če govoriva o plezanju, ne, koliko plezaš, koliko na tehniki delaš, pa na moči, izdržljivosti te prvine, koliko je sočasno zraven še nekih stvari, ki jih pa večino rekreativcev zelo malo počnejo ali pa celo nič, ne. Ja. A veš, tako je, se mi zdi, da ta gibljivost, ne, je pač, ok, lahko se ti usedeš na tla, pa delaš malo te raztezne vaje, pa to, ampak ko si ti enkrat na dveh oprinkih našponan v zgornjem delu, ne, in moraš sam nogo dvigati gor, je pa nekaj drugega, ne. Ja. Veš, ko nisi sproščen na vrh si ti našponan in držiš, moraš nogo dati tja ali pa se prilimati k steni, to je pa pol drugače in tle. Jaz zdaj ne vem v bistvu, koliko mulci to počnejo, ne. Jaz vem, da Janja recimo dela z Matejem ful pa ne gibljivosti, ampak na tej koordinaciji telesa, veš, da ti to lahko
ne vem, tako kot na klavir, ki igraš z 10 prsti, je to pač nemogoče, ne? Ampak ko pa to uvadaš, pa lahko, ne? In tle je isto, veš, da si ti na eni strani ful našponan, ki nekaj držiš, po drugi strani moč pa nogo imeti ful sproščeno, da jo lahko nekam postaviš, kamor jo moč dati, ne? In to je kar, se mi zdi, treba velik vaj delati za to, vaditi ne? pa trenirati, Ja. Ja, sej tako, kot vse te prvine, ne, Ja, take in drugačne. Pa prije pa poškodbe s tem tudi, ne? Ja, Jaz s tem res nisem imel problemov nikoli, ne? res. Pa se nikoli nisem resno ogreval, a veš, s kakšno elastiko ali pa nič, pač sem plizu lažje smeri in sem se ogrel in gas, ne. Zdaj, zdaj pa tako, kot najbrž vsak 50-letnik, a ne, pač probleme z rama, elastiko, drajsamo tam, a veš, pa vse tega aerobnega športa imam veliko. Teh pri ogrevanju moram pa še veliko narediti. No. Kaj pa Ker sem počneš kar vse? nervozen, kaj sprem pod steno, jaz bi šel plezati, kaj bom Ja. jaz zdaj elastiko, drajso tam nekaj pa. Poznam to, poznam. Ja, Kaj pa počneš vse zraven? kolesaram, vodne športe drajsam, sprav, ko sem nehal tekmovati, sem začel windsurfati, to mi je res dobro, zdaj se nekaj vingače učim. Tečem, hodim v hribe, pikado biljard. Ne, Super. to je bil joke zdaj. Sam, se sploh ne vem, a sem spomnil vsega. Ful stvari hočem probati. Ful stvari me prime, motor seveda, ja. In bi rad vse to pol počel, sem časa pa zmanjka. Pa energije tudi, no, se bolj Ja. energija. Je, koliko pa greš še plezati? Veš kako, jaz zunaj zelo malo plezam, noter pa se trudim 2-krat na teden iti. Pa še to ne čez poletje, ker so druge stvari v ospredju. No. Ja. Od septembra do maja pa 2-krat na teden. No in to je pa zdaj pol kar fajn imeti, če imaš svoj plezalni center. Ne? Ja, pa sej je to res, ne, ampak meni je kar fajn na štrik plezati. No. Ja, Tako greš da se rajš. zdaj spet menimo, da bomo eno jutranje v PCL-ju začeli ob četrtkih. Ja, mi je ful bolj Super. všeč. Ja. Ker sem tudi, a veš, to cel life počel. No. Zrastu s tem, ne? Vse je fajn iti boulderje tudi plezati, valjda, sam na štrik je pa tisto, kar je meni boljš. Ja, pa ja. dobro. Kako pa gledaš na to, da je pravzaprav tudi s to evolucijo, ne, če recimo rečeva, da se je vse skupaj malo bolj strukturiran, začeti 90-ih, ne, pa je zdaj bo koliko, 35 let recimo takrat, kaj vse se je naredilo na področju, pa ne samo v pri tekmah, tudi v skali, ne, tudi kaj danes plezajo. Ja. Ampak, če pomisliš, pa vsi pravzaprav, če tako rečem, tvoji sodobniki, ne, ki so pač tam na nekih nad pojslami trenirali, ne, in če pogledaš danes, ne morava glih reči, da ima vsaka vas, ampak plezalnih centrov je pravzaprav zelo veliko, Ja. nepredstavljivo veliki so, če pogledaš skozi svoje oči iz tistega obdobja, pa še to zraven, kako je pravzaprav sploh med mladimi pa boulderiranje tako pred, bi rekel, štrikom. Ne? Pa se to je normalno. Ne? Jaz sem veliko tega videl že v Nemčiji pa Avstriji leta nazaj. Ne? Pač oni so naredili, recimo v Nemčiji so te plezalni centri, boulder plezalni centri bili kot nek zvečer se je folk tam dobival na piru, pa so malo plezali pa debatirali, kot en social gathering, ne vem. Ne? In je to pač, če pogledaš, kako izgleda scena na štrikariji, ne? Vsak je fokusiran gor, gleda zihra, paz, da se bava, ne? Ali pa tle, ki se vsi med sabo pogovarjajo, ko so kakšen gib naredili, gre tam 2 giba narediti, pade, pa spet malo počakajo. Ne? Je bolj socialen okolje, je seveda Absolutno, ja. pri boulderjih in to je meni tako normalno, da so te mladi ljudje se bolj najdejo tam, kakor na štriku. Ne, na štriku je pa seveda, to je pa že, tle se lahko pa ubiješ, ne.
Zdaj moraš pa vedeti, kva delaš, moraš biti fokusiran, ko veruješ, ko plezaš. Ni toliko socialnega, bom rekel, čuta, kakor tam, ne. To sigurno. Ampak sam način gibanja pa to, jaz bom tako rekel, jaz ko grem ven iz PCL-ja, ne, jaz se počutim, da sem nekaj naredil, ne. Ko grem pa ven iz našega Verde, ki je pa boulder stena, sem pa polomljen. Tako ne vem. Ja, zdaj to je verjetno tudi gre v štric k temu, da te boulderji so enostavno tudi bolj fizični, ne. In zdaj za recimo naša, že rahlo v letih utrujena telesa, pač ima to tudi drugačen efekt, ker če pomisliš, verjetno na štriku ne greš na ne. Plezaš, Na gibaš polno se, ne, pač plezaš tudi, če je na meji, ampak je vseeno drugačne. Ja. Kakor na... Niso, sigurno niso toliko težki gibi. Sej tudi, a veš, ko na sprejvolu pri nas plezamo, je tudi pač se tudi naplezaš, ne, ampak so vseeno, se mi zdi, bolj blesavi gibi, kot v eni smeri, ko greš na štrik plezati. Jaz ne vem, no, pač tako... Plus to padanje dol na blazine, moraš mečkan tudi se naučiti, ne, kako... No, zagotovo, ja. Ker mene don že mečkan kolen boli, ker sem včeraj drajso dol iz hriba, veš. Tako je, ne, sej, ja. Ko gledaš tam, recimo, ali pa konkretno v tvojem, vašem, vajnem centru, kako imaš to še povedal, kakšna je recimo starostna struktura obiskovalcev? So večinoma mlajši, zelo mladi, potem neki najstniki, a je to neka srednja generacija, da ne rečem najna, še starejši? To je najn center, ja. Mojca to pač fura vse izven fizičnih stvari, ki jih jaz tam delam. Mi smo bolj fokusirani na mulce, ja. Tudi vse te igralnice, ki smo naredili, so zato, da bo mulcem fajn, ne. Imamo, mislim, da smo šele lani začeli z nekimi tekmovalnimi skupinami, jaz mislim, da pred 12 letom mulc nima kaj trenirati 5-krat na teden, to je brez veze, ne. On se mora tam imeti fajn in mi v bistvu vsak teden naredimo neke poligončke, ki vključujejo seveda tudi plezanja, pa koordinacijske vaje, pa vaje za ravnotežje, pa vse to, da jim je fajn, ne. Potem pa, če pa želi, lahko pa gre v neko tekmovalno skupino, kjer pa trenirajo 2-krat ali pa mogoče eni že 3-krat na teden. In se mi zdi to za začetek čist dovolj, ko bodo pa pač mi smo iz nule začeli in smo začeli, bom rekel, vzgajati neke plezalce, ki jih na vrhnk ni bilo, ne. Potem pa ja, smo podprti vsak dan zvečer pa za odrasle, ki je pa ni nas prav veliko, no. Je prijetno plezati, ni tako kot v Ljubljani, ki se gnete ljudi, je malo bolj sproščeno. Lokalna scena. Ja, se pride, zdaj smo mislim, da tudi 2-krat a veš, mislim, da zato, ker to moj se rihta, 2-krat na teden dopoldne odprti, pa zdaj hodijo 3 žiravci, hudi so, ke pes, ne. Jaz ne vem, koliko so stari, ampak tako, pač med 60-70, zdaj se sicer smejo, če kdo posluša. Hodijo in so super, ne. A veš, moja motivacija je to, no, ker vidim, da se da tudi pol to početi, ne. Mačkaj je treba prilagoditi, ne. Ja. Glih ste vse pete zatakniti. Seveda. Sej je toliko boulderjev, da pač spustiš, ne, pač ta nizame grem naprej, ne. Sej ni treba vse splezati, ne. Ja, to je kar problem, ne, ta mindset, v katerem je tudi recimo nedavno ta Jure Bornšek razlagal, ne, zakaj se mora en rekreativc na enem sešnu vedno razbiti do konca. In pol se še čudi, zakaj je naslednji dan vse boli in potem se čudi po enem mesecu tovrstnega početja začne boleti rama, prst, kolen in tako. Sej je zanimiv to, ja, pač to je glava, ne, sej sem poslušal Jureta, on je rekel, so me za ene oprinke, jaz tega sploh ne spomnim, jaz upam, da sem ga res osrečil takrat.
Jaz se ubijem na motorju, v bistvu v plezanju pa ne. Ne več. Ja, tam pa, tiste pa sem že razmišljal, da bi mogoče mogel to malo, sam ne še malo, še malo. Ne vem, a veš, glavo, pač jaz se počutim še vedno mladega, ne. Ko se v špegel pogledam, vidim, da sem starček, v glavi sem pa, tam sem bil, ne. Jaz bi še to vse počel, ne. Ja. Vse te pol opomne, a veš, rama Ja. pa uno, vse, da... Ampak to je verjetno nek, da je kakšen strokovnjak bi rekel, kva ta prbija spet, ne. Ampak se mi zdi nekak zdrav mindset, ne. Jaz mislim, da Pač- ja, ne. Da se ti samega sebe ne omejuješ, ne. Ker sem pa, Ja. ne vem, Sej- star sej- pa ne bom. Sej česen mi je tudi motivacija, koliko je česen star, 100 let, 120 let, ali koliko, pa še vedno ful pleza, veš. Ja. Tako da jaz bom probal tudi čim dlje, no. Sej zdaj tam malo tudi neki pleza, veš, pa me pol to malo žene naprej, a ne. Ja. Pa tudi s tem plezalnim centrom na Verdu je tudi, pač sem zraven, pa grem malo kakšne boulderje postaviti, pa plezam tam, pa... Pa tako, ker recimo glede na to, koliko imate obiska, boš rekel, se jaz to ne vem, ne, ampak sem te vprašam, ste zadovoljni z obiskom, tako po domač, vam laufa? Ja, v redu, vse je v redu, vse je v redu. Letos, januarja, februarja je naš Vi ste bili tam, ja. ljubljanski, akademski AO, smo imeli Ja. boulder tekmo tam in je bilo tako Res noro je bilo dober, veliko, ne. Noro dober, ja. Ne Zdaj smo vem, nekaj tudi na unih povečali. klasičnih ferajnovskih ceremonijah, ne, kakor so ti Ja. neki občni zbori, ne. Ne vem, če je bilo toliko folka, kakor je Ja, prišlo ja. na neko tako tekmo, ker na koncu sicer tisti zmagovalci pa to malo zašova, pa Ja. niti sploh ni bistveno. A si bil dober? Za svojo kategorijo verjetno se ne smem pritoževati, Ja, ne. to Ne moreš pa to zdaj s temle mladim pač konkurirati. Ja. Ampak sej, bistvo je ta socialni moment je pa res ful dober, ne. Mi smo zdaj še majčkeno povečali ta prostor, kjer se lahko usedeš, pa kaj spiješ, pa to, no. Tako da je tudi lahko zdaj gledaš noter v balvanski del skozi eno šipo in je tako luštno. Se čudiš. Ja, Ja. luštno je. Mislim, ne za voditelja, veš, kaj pa starši gledajo noter. Ja. Za voditelja je to malo tako. Bom videl, kako bo to. Sam staršem je pa res dobro, no, ker se lahko sedajo tam pa malo pogledajo, kva tam mali delajo. Kaj je tako rahlo aktualna tema, to starši, tam mladi tekmovalci, vsi bi, vsi, ne, bi imeli Janje in tako. Ja. Imaš tudi kakšne take izkušnje? Zaenkrat ne, si pravim, da nismo toliko v tekmovanju. Zdravo. Raven zaradi tega, no, ker to je meni, jaz se nočem s tem ukvarjati, a veš. Jaz bi rad sam, da otroci radi plezajo, seveda jim moramo nuditi tudi unim, ki si želijo, ne. Sam zelo dostikrat so bolj starši tisti, ki si želijo, veš, mulci bi se igrali, Ja. ne, ki so stari 10-11 let, kaj bo v treniru neki, ne, sej. Fajn se morajo imeti, ne, in mi jim probamo to dati, da se imajo fajn. Je pa verjetno spet, ne, se bom ponavljal iz tvojega stališča, ki si toliko časa not, pa ki si upisoval tudi, ne, pa se poznamo, ne, iz tistega okolja, ko ste bili plezalci res čudaki tam po nekih skalah. Pa če pomisliš danes, ko je plezanje pravzaprav športno plezanje, ne, z balvanskim seveda, postalo pač čist en izmed, bom rekel, zdaj postaja sploh s tem fenomenom Janje, ne, ki sicer ni prva, ne, vsi vemo, kaj je bilo že predno, postalo eno izmed čist standardnih slovenskih športov, ki pač Ja. se tudi neplezalci zdaj že, nam rekel, poistovetijo s tem, ampak ga imajo na radarju, plezanje, to prinaša svetovni prvaki, prvakinja, ne, olimpijska medalja in to. Je kar noro, ne? Ja, jaz mislim, da je Janja zelo veliko naredila za to, ne. Da je No. Roman, ki trenira, ne. No. Zaradi tega, ker a veš, sej, ok, to je olimpijski šport rato, ne, sej olimpijski šport je tudi, ne vem, bob, pa curling, pa ne vem, kva vse še imamo, ne, pa ljudje tega sploh ne poznajo, ne. Tudi zato, ker nimamo mi menga res dobrega v teh športih, ne. Janja je pa
pač svetovni fenomen in jo zdaj res skoraj vsak Slovenc pozna, ne. A veš, pa je plezalka, ki bi rekel 20 let nazaj, to ni šans, ne. A veš, kak plezanje, ne. Zdaj pa in seveda na ta račun pol tudi najbrž prije veliko mulcev plezati, ki jo vidijo, ne. Zdaj smo imeli mi 10-letnico v bistvu obratovanja tega društva našega in je bila tudi ona tam, a veš, to mulci so takoj okoli nje, ne. Znorijo, ja. Ja. Pa ne samo mulci, tudi starši pol, pa kakšni posebneži. Veš, to mora ona vse handlet pol, ne. Zadnji sem poslušal, a se mi zdi, skratka, en pogovor sicer o kolesarstvu, ne, pa o tele evforiji tudi okoli Pogačarja in se to, kar povzroča on, tudi pri nas, pa sicer v svetu. No in potem je en od teh novinarjev, ki je pa bil nek podcast od RTV-ja, omenil, saj imam tudi mulca, ki pač se ne more zvijati v skupino plezalno, ker je taka gužva. Ja. Ne, bilo je pa prej tudi malo govora o Jani. Tako, ne. Ja. Je res, ja. Sej, to je isto po mojem, kar po vseh društvih, kjer imajo tako obliko, ponujajo vadb, treningov, kakorkoli hočeš temu reči. Ja, zdaj, a veš, par let nazaj je bilo mulcev premalo, zdaj jih je preveč, mi jih sprejemamo, kolikor jih lahko. Problem je tudi, tlep tudi mogo malo na matično organizacijo apelirati, ne, izobraženih vaditeljev, trenerjev je res premalo, ne, v Sloveniji in je problem jih dobiti, ne. Ja. A veš, ka ne more se en Vili Guček iz Trbovelj voziti na Vrhunko 3 ure odtrenirati mulce ali pa odrasli, kakorkoli, pač to ne gre, ne, mi jih rabimo v našem okolju imeti, ne. Tako da to je siguren problem vseh društev, ne. Ali pa klubov plezalnih. Mi se trudimo, a veš, da jih sprejmemo, jaz ne vem zdajle, a imamo kakšnega na čakalni listi ali ne, je pa res, da tudi sistem, katerega imamo mi, da je vse skup, a veš, tako bom rekel, če imaš ti trening, imaš res težko več kot 6-7 tekmovalcev, ne. Če imaš pa ti neko vadbeno skupino mulcev, jih imaš pa lahko več, pa tudi ne rabiš biti strokovno izobražen v treniranju ali pa vadbi plezanja, ne. Zato imamo mi v skupini več otrok, 15 recimo, ne. Saj sta pol tudi 2 vaditelja, pa tako, ampak je drugač sistemsko urejen ta ura, ker moja mojca je zaključila fakulteto za šport in je nekako postavila baze, kako bomo to počeli in se mi zdi, da je mulcem fajn, no. Super. Tako, še vedno pa lahko pridejo, ne, zvečer po 7 uri ali po 6 celo zdaj, tja pa plezajo orang, če želijo, ne. Je pa sigurno to, kar si rekel, a ne, prej, a ne, da veliko staršev bi jih poslali kar v tekmovalno skupino, ne. Zdaj mi imamo neke parametre, a veš, mi moramo tam malo ga sprobati, a je za tja ali ni za tja in pač povemo tudi staršem, a je za tja ali ni za tja, ker je brez veze, a ne, da prije nekdo v neko tekmovalno skupino, ki se mu ne da plezati. A veš, je brez veze. Ne bo tam, bo plezal, kakor se mu bo dal, bo počel še druge stvari in mu bo fajn, ne. Ja, itak. A veš, kaj se mi zdi res problem, če začnejo prehiter trenirati, ne. Mogoče je bilo včasih drugače, ko smo vsi, ko smo to začeli, dobro, res sem precej kasneje začel, to delali z nekaj res strasti, tako, ko se nas je to dotaknilo, veš, te Urh, Perko, vse jih je bilo ful tam mladih, Boranšek, vsi te, a ne, jih je bilo veliko, ki še zdaj plezajo, pa so dobri, ne. Je bilo drugače, ko smo neko strast do tega gojili, ne. Zdaj pa to eden od športov, ki jih lahko mulci trenirajo, ne. In če on začne pri 8, 9, 5-krat na teden biti v telovadnici, kva je skala, praktično ne ve, a ne.
Veš, da se mu bo to pri 15, ki ga puberteta uran, ker ukanle, da se mu navdal, ali pa večini njih, ne, bi rekel, da je puste na primer, ne. Pa že to, da sej otroci tudi rastejo, spreminjajo, hoče nove stvari poskušati, ne, in če res nekdo ni, če ne začuti tega, je težko ta fokus držati, ne. Naš ta malo nace pleza je res malo občutek za gibanje, ful dober, strah ga je sicer zelo, ampak jaz ga res naporivam, ne, jaz ga vprašam, a gre plezati, ja, ne. Hod na te treninge, ne, 2-krat na teden in to, po mojem mnenju star 11, čist dost. Če bo hotel kaj več, ima vso priložnost, možnost to početi. Sicer pa sej, ne, govorijo strokovnjaki, da ta športni del, ki tudi neke uspehe prinaša, sploh pri otrocih, mladostnikih je zares, ali pa bi morali biti če pustiva tiste res mogoče, ki so pač totalno not, obstranska stvar, ne. Ja. Gre za osnove, za druženje, nek socialni vidik, vzum so stran od ekranov, družijo se, probavajo, svoje telo premigajo in pač migajo, ne. In to so tiste stvari in zraven se učijo še nekih stvari, ki pač tudi pridejo prav v življenju in tako. In to nekako ne bi bil tudi tisti point športa za otroke, ne. Ja, jaz se strinjam, jaz sem iz take familije vam prišel, mi smo zelo veliko sem se ukvarjal s tekom na smučeh na začetku, se še zdaj, no. Starša sta pa delala Kavelj s Korenina, je takrat bila ena akcija, ki je vodil Mito Trefalt in to je bilo, se pravi, maraton smučarski teki, maraton suhi, plavanje po Blejskem jezeru, mislim, da 2000-aki, pa kaj še bilo, kolesarjenje Franja, ja. In smo pač skozi hodili okoli, a ne, po teh stvareh in sem me to prijel, ne. Meni je bilo to fajn. Saj takrat sem gledal bolj, ne, sam sem seveda pol tudi jaz šel Franjo voziti pa plavati čez jezera, ne, takrat pa v hribe, seveda, ne. Če so ta stari to počeli. To je bila neka akcija tam, jaz se to še spomnim, v 80-ih, 90-ih je še mogoče bilo, to se ne spomnim, ampak iz tistega obdobja. Tako, res za rekreacijski šport ful dober, no. Ja. Ko pa takrat je bil malo socializem, je bilo to vse skupaj malo drugače, ne. Ja, ampak ideja pa zelo promovirati gibanje, šport, tako. Druženje. Tako, ja. Super. Ja. No, ko sva že omenila naš Ferrari, takrat, ko je bil pri vas, ne, v centru, ne, smo ne vem, zakaj nekaj čakali in pa smo bili tudi v tistem delu, kjer pa tudi Janja trenira. Ja. In pol, mogoče zaradi tega, ker pa klej Janja trenira, smo pol tako malo gledali tiste volumne, pa tiste grife. A si probal kaj tam plezati? Malce sem, no ne zdaj, da bi probali res tako, ampak skratka, sem pa opazil, oziroma smo opazili, da tam nekih šalc pa ni, ne. Tam je bilo vse slopersko, krimpasto, zaobljeno, nikako, no. A veš, ko greš tja probat, pol vidiš, koliko je ona dobra, ne. Ja, se to. Da ti tam gor prideš, moraš najdeti ta pravo sekvenco, ne. Ampak ona tam, a veš, pleza kroge dela tam, ne. Ročka po onih grifih, ki jih ti ne moreš držati sploh, ne. Tako res je. Mislim, noro, ne. Ja. Je pa tudi tako, se ti more pa, zdaj pa nočem nič, ne, ampak pa se ti more fajn zdeti, da ti najboljša plezalka ever trenira. Ja, veš, da je fajn, ne. Veš, da je fajn. Tudi veliko, a veš, pol pride veliko njenih frendov, teh Japonk, Američanov, saj so tudi tele vezi, Zan, pa tele Milan, pa Mrten so trenirali do nedavnega, dokler pač niso zdaj nehali tekmovati tam, ne. Bilo veliko ljudi pride tja, takih, a veš, res v lukno, ne, ker mi smo v takem zelo čudnem okolju, gor zrasli s tem plezalnim centrom Vert, pride v lukno trenirati, ne. A veš, iz Amerike se pripelje v Slovenijo in pride med one podrte avte v našo lukno trenirati. To je dober.
Meni je všeč. Ja, pridejo po energijo, ne? Ja, Verjetno. Vse to energijo tudi Roman ustvari tam, veš, z vsemi, vse to je on vse na šrafu, pa vezi mu je pomagal najbrž, ne vem, okay. Ampak, Roman je res, po mojem mnenju, dober trener, ne? On zna ne sam smeri kazati, ampak vse ostalo, kar pa zraven pride, ne? Ja, verjetno bo dober, še kar skromna beseda, ne? Ja. Kaj večjega si pravi. Drugače ne bi hodili k njemu iz celega sveta, ne, trenirati. Ne, nazadnje je pa tudi tale youtuberski Norvežan, ne, ki je prišel tam z Janjo snemati, pa posegel tvojo vajn center pa po širnem svetu, ne. Ja, veš, jaz tega modela poznam že zelo dolg, ne, takrat meni ni bilo, tako da ga nisem srečal. Takrat sem jaz ful postavljal, je on pač bil dostkrat na štengah, ne. Magnus Midbo, kako se rekel, ja. Pol je pa isto, kaj jaz, je pač nehal in je začel ta svoj YouTube kanal, po katerem je ful uspešen, ne. Ja. No in pač gostil je tudi Janjo in je bil pač v vašem centru in sta tam pač probavala nekaj. Potem se on malo čudi, kako ona dobra. Zelo močen, ne. Sej. Sam, tle je malo drugače. To seveda nekemu upokojenemu tekmovalcu zdaj slediti. Ne, seveda, on z enim rekreativcem komot pleza, ne. Z njo je pa to pač malo drugače. Pa veš, kaj je zanimivo, ne, da tudi tle, vse si videl, je velik plat tukaj v tej njivni dvoranci, ne. To jaz tam začeti ne moram, veš, na teh boulderjih, ki jih pridejo. Ker Roman, veš, povab postavljavce ti mednarodne in naredijo ti plate za njo, ne. To jaz vstopiti ne moram. A si kdaj sam pri sebi razmišljaš, če takrat bilo toliko tele neke infrastrukture, pa tudi nekega vedenja, kaj bi se nam dogajalo. Ne vem, kako bi bilo, ker tudi so z Romanom govorili, veš, tudi recimo Nemci pa Avstrijci so imeli ful krizo v zadnjih letih, zato so bili tukaj razvajeni. Oni so imeli toliko teh centrov za trenirati, veš. In pol je stvar motivacije. Sej ti lahko, mi smo dobro trenirali, veš, sej smo imeli v bistvu vse, malo več si bilo treba voziti pa to, ampak veš, smo imeli motivacijo, ful na višku, ne. Če imaš pa ti vrhunske razmere, pa nimaš motivacije, a ne, pa ti ne pomaga to, nič, ne. Važno je srce, ne. Herc. Sej to vsi vemo, tudi na drugih področjih življenja. Sej to je bil tudi moj problem pri plezanju, jaz sem motivacijo zgubil, veš, za resne treninge, ne. Ampak se to je, a ni tudi to zelo življenjsko, naravno, da pač si v nekem obdobju, potem pa zaradi XY razlogov to malo preideš in potem se začnejo malo drugačno. Drugače se začnejo se obračati. Ja, sej, mogoče, dostkrat sva z Jakom se pogovarjala, da bi mogoče za najin brand Lapis Suprinkov bilo dobro, če bi še vedno postavljal, pa še vedno bil zraven, ampak glej, ne gre. Meni ni šlo, jaz nisem več mogel. Jaz sem rabil druge stvari početi. Pa jih počneš, ne? Ja, pa jih počnem. Zdaj pa spet sem začel malo plezati. Veš, jaz res nisem plezal, sploh. Nič. Leta, ne. Saj tako, kaj Jura zanj govoril, veš. Pa če nehal, zdaj pa spet malo začenja, pa sam Jure še kar fit videti, ne. Jaz sem pa bolj buht. Ja, on zna, ne, on ve, če se ne sme, ne, mi pa ne vemo. Ja, sem tudi, če ve, če se ne sme, siguran, da je to tudi naredi, veš, kad te herc leče, jaz bi to. Kad si not v feelingu, kad tam vlečeš tisto gib, ne. Sej, veš, jaz zdajle nisem plezal 3 mesece, 4 skor, ne, pa smo zdajle imeli tole prvo vaško ligo na Verdu, ne, in sem tudi postavljal in sem probal vse, ne, in itak, da me vse zdaj boli, veš. Rame, vse, nisem se nič ogrel, malo sem še te lahkih boulderjev, pa gremo probat, ne. Sem po 1 uri pa pol pregoril čist, ne.
Ja, no, sej to je hitro. Ampak herc je hotel, veš. Sej to je to, ko glava bi, telo Ja, ja, pa ja. pač zmore, Sodeluje, kolikor kakor zmore. lahko, ne, sej. Enostavno, nisva se kaj prav veliko dotikala Lapisa in kako se vse to razvijalo, ampak če to malo navežem, da iz neke tvoje te mladostniške, totalno in plezalne, pa še tekmovalne scene in filme, v katerih si bil, in potem, ko je pač začelo življenje malo trkati, ne, in verjetno prej si neki mamo omenil, ne, Ja. v neki točki je mogoče tudi začela malo kaj na vrata kazati in si pol pač naredil, sam sicer praviš, da ne, če ne bi bilo frenda, da ne bi bilo biznisa, ampak kakorkoli, ne, tudi če sta pač imela ločeno, sta skupaj to počela in sta naredila nek biznis, Lapis, ne, se vsi smo, mogoče danes jaz ne spremljam to, koliko je tega na trgu, lahko tudi kaj poveš, ampak to hočem reči. Velikokrat, recimo, pa ne bom rekel samo športni plezalci, plezalke, ki tekmujejo, ampak nasploh športniki, ki posvetijo totalno svoj čas, svojo pot, energijo v ta šport in trenirajo na polno, mogoče tudi v nekem obdobju, ko bi mogoče mogli tudi malo bolj študirati ali pa si neke druge izkušnje tudi nabirati, so pa all in, kako pak v športu danes, kjer je. In zdaj enim rata rezultatsko tudi, pa mogoče iz tega tudi pride potem še kaj drugega, se ti neka nova vrata odprejo, mnogim pa so trenirali toliko skoraj kot tisti, recimo, ne, ki jim je ratal, pa so iz tega lahko nekaj v lifeu naredili še zraven. Nekaterim pa pač ne rata in potem pride pač tudi neka ta kruta realnost, s katero gremo pa vsi tako ali pa drugače, ampak mogoče za enega športnika, ko kariero zaključi, se tam mogoče bolj radikalno to pozna. Moraš nekaj usta dati, pa nekje živeti, ne, saj to je. In glede na to, da si bil noter, totalno v plezanju, tudi v tekmovalnem, potem pač šel pač po svoji poti, kaj bi pa rekel mogoče enim mlajšim športnikom, ki so zdaj še nekje totalno not, pa drug del pa malo pustijo ob strani. Ja, sej s tem ni nič narobe, veš. Zdaj oni to bistveno prej začnejo, kot sem jaz, recimo, ne. In če greš ti all in, pa probaš, ni s tem nič narobe, ne. Ampak vedeti moraš, da takih, ki bi od plezanja lahko živeli, ni prav veliko, ne. Sej večina teh ljudi, s katerimi sem jaz preživel plezalna leta, počnejo nekaj povezano s plezanjem, ne. Jaz sem pač razvil te uprinke, sem jih sam izdeloval, prodajal, recimo mi smo šli s kombijem na tekmo, sem vzel 2 škatle grifov, sem jih tam odprl in so ljudje to pokupili, ne. Ker so bili očitno dobri za tiste razmere, ker sem vedno vse prodal, ne. In iz tega, ja, se je polk sem spoznal Jako, so naredila blagovno znamko, prej je ni bilo, ne. Lapis, in iz tega se je pač razvil nek biznis. Jaz tle skrbim za neke oblike, on skrbi za to, da se stvari prodajajo. Po celem svetu praktično, ja. On ima še neke druge blagovne znamke v lasti, ki se tudi proizvajajo pri nas. In to pač funkcionira, ne. Zdaj, greva najprej zdaj na ta Lapis, pa bom mogoče pol še kaj povedal o tem. Stvar je ratala ogromna, ne. Ogromno plezalnih centrov, plezanje je zraslo ful in s tem tudi veliko novih proizvajalcev uprinkov, ne. Jaz mislim, da je Lapis kar je najstarejših brandov na trgu trenutno, ker ostali so ali so šli v stečaj, ali so obupali, ali so nehali, ali kakorkoli, tle pa se mi še vedno ne damo in prodajemo 1 let več, 1 let manj, so nihanja, oba živiva od tega, plus par ljudi, ki pač pomagajo delati. Tako da to je čist okej, jaz sem ful zadovoljen, da se je iz ene take strasti v bistvu razvil nekaj, od česar jaz lahko živim, ne.
Kar se tiče pa mladih, pa tako kot sem prej rekel, jaz mislim, da če greš all in, je vse ok, ne. S tem, da se zavedaš, da pač, ko boš to zaključil, moraš od nečesa živeti, ne. Zdaj, trenutno jaz mislim, da to ni problem, zato ker lahko vedno treniraš mulce, imaš skupine, postavljaš boulderje smeri, ker je teh ljudi malo, ne. In imaš dela, kakor hočeš, ne. Kako bo pa čez 10 let, pa ne vem, ne. A veš, zdaj, da bi bil profesionalc tako kot je Janja, da pač zaslužiš s tem dovolj denarja, da boš lahko živel, teh ljudi je malo. Je pa mogoče več možnosti, dobro, tako bom rekel, ko sem jaz začel oprinke delati, sem bil to prisiljen, ker jih nisem mogel kupiti. Zdaj je to mogoče malo težje, ko vse lahko kupaš in mogoče se tudi ljudje, ki imajo neke skillse, težje odločijo za neki dela, ne. Imaš pa po drugi strani te vse socialne omrežja, preko katerih lahko gradiš neke portfelje, pa od tega tudi živiš, tako kot Magnus recimo, ne, ki dobro živi od tega, ne. Ampak to je del, ne, to moraš pač na temu delati, ne. Spet all in, ne. Ja. Pa mogoče tudi ni treba all in, mogoče moraš imeti malo sreče, tako kot sem jaz imel, jaz pač nisem nič tako načrtno delal, a veš, jaz sem pač sledil svojim željam pa idejam, ne, ki sem jih imel. In nisem bil all in z oprinki nikoli praktično. Mislim, skozi sem to delal, poleg plezanja, ne. Ja. Ampak je bilo to toliko povezano, toliko prepleten, da so stvari plus to, da imam najbrž neke skillse za oblikovati pa to, da se je to lepo išlo, ne. Kaj zelo rad delam, tudi z lesom doma imam mize svoje narejene, imam zelo rad to, ja. Take malo posebne, no, tako. Ni ravnih linij pa to. Umetniške. Ja, malo masivne. The best. Ja. Ja. Slej ko prej pridem pogledat. Vabljen. Hvam na vrt. Ja. Čas sem veliko pač hodil v Retovje. A zdaj ne več? Splezal sem vse, kar lahko splezam, ne. Pač se veš, fajn nekaj novega probavati. Se imaš lahko, priješ k nam na balvan, a veš? En velik problem je ta, tudi s katerim sva danes začela pogovor, ne, tale relacija Ljubljana-Vrhnika pa cesta. Ja. In sploh v poletnih mesecih, ko je recimo Retovje najbolj aktualno in je pač na Kamniškem itak, območju več plezališč, pa greš enostavno tam, ki se manj voziš. A veš, da je vsak jutr, ko pogledam, avtocesta stoji. Tle dol, po klancu dol, vsak jutr stoji, pa se spet malo premakne tam okoli Sinje Gor. Mislim, to je res slabo, no. Mislim, tele naši vodilni, ki to vodijo, so slabi. Jaz lahko mirno rečem, slabi so. In niso razmišljali o prihodnosti, ampak samo, kaj se zdaj dogaja in zdaj imamo rezultat tega tukaj. Zelo dobro plačani menedžeri. No, ampak ko sva že tem tisti izvoz v Dragomerju, aj kaj sprostil tam, nekaj dosti razlike. Za nas se to v bistvu čist nič ne pozna, ne. Ja. Se pravim, da sem se danes drajsil v Ljubljano tako po polžje. Ker ne nazadnje, kokarkoli gledava, ne, če plezamo v skali, je pač povezan tudi s potovanji. In recimo ravno te poletni meseci, ne, Bleda prideti v nek gor ta blejsko-bohinjski becirk je se pač katastrofa. Se zdaj bo obvoznica tam, veš, čez 27 let. Ja, no, tako. Se tudi čez 23 let bojo pa tudi razširili Ljubljano-Vrhnik. Ja. Ja, to pa res ne bova midva rešila. Meni je zelo fajn biti v družbi, ne. Še bolj fajn mi je pa iti nekam, ki ni benga, ne. In smo šli v aprilu, mislim, da je bilo, ali maju, na zaključni izlet s tole našo plezalno skupino na Verdu, ker imamo takile hmandelcev, ki sem jaz, in sem še enkrat na kolo, se pravi tja Torbole in pol gor, ne. In višji, ko sem šel, manj je bilo ljudi. In jaz sem
kaj rinu gor, ene hribe, malo sem nosil bicikl tudi. In priješ na konc nekam, ki ni benga, ne. Iz une gužve ven, ki je pač zabasen vse dol v teh torbolah, ne. Je res fajn. Gor, ko sam vse vidiš okoli, dol vidiš un mest, ki veš, da je gužva. Ja, pa sva spet pri prenasičenosti in pri samoti, ki pa je tudi nek privilegij danes, ne. Ja, mislim, to, da je gužva po plezališčih, je zame osebno okej. Zato, ker je povezan z mojim preživetjem, ne. Ja. Če hočeš pa mir, lahko greš pa kam drugam, pa ga boš našel. Ampak sej verjetno pri debelem vodniku plezališča Slovenije, ne, če noče zdaj glih v tistih, ta najbolj glavna, pa najbolj trendovska hoditi, se lahko najde super plezališča, kjer boš zelo verjetno sam ali pa kakšen lokalc. Mene tudi ne moti, ko gremo hribe z mulci, pa je na vrhu 10 ljudi. Mene to ne motno. Ni mi to tak problem. Kot mojemu frendu Erneju, recimo, ki ga to blazno motne. Ja. Lahko greš na en hrib, ki benga nav, pa veš, da nav benga tam gor, ne. Ki je pač malo dlje, malo bolj odročen, ni to klepe poti ali kaj zvem kaj. Ampak razumem, da bi vsi želeli, ne, to izkusiti pa videti, ne. Meni tudi ni fajn, recimo, da se poti, državne ceste zapirajo zdaj občine, ne, zato da ne moreš z avti gor ali pa da ne smeš prespati v vratih, da boš zjutraj ob 4 štartu, ne, da moraš ob 2 vstati od doma, da boš lahko normalno šel v hribe, ne. Meni to ni, meni ta družba, v katero v bistvu vse to gre, ni všeč, ne. To omejevanje, prepovedi, meni to ni kul. Sploh, bom rekel, za nas, ki smo mogoče, a viš prišli s tem, da se pod steno zapeljal, pa si šel v hribe zjutraj, ne. Pa si tam prespal, pa ti noben nič ni rekel, zdaj pa to prepovedan, ne. Ja, je kar ni mi noro. to kul. Verjetno bi vsi radi tako, ne, da bi se do stene pripeljali. Ampak tudi te teme nova mi do danes še rešila, ne. Pa verjetno lahko še kakšno odpreva, ki je ne bova rešila. Zagotovo pa pridem slej ka prej hvala v center. Če ne prej, ne, že odlašam, ko bomo imeli spet ferajnovsko tekmo, ne. In verjamem, da bo spet lepo. Ja, te pa res hvala za ta obisk in upam, da bo pot domov zdaj krajša. Bo moram iti še tjale nabaviti par stvari za v center, ki jih še rabimo, pa siguran bo lažje zdaj nazaj, ker bo ura druga, ne. Pa v veselje mi je bilo, ne, tle sem poslušal veliko tvojih podcastov, ko se vozim, jih poslušam in mi je fajn, ne. Sploh, ko poslušam ljudi, ki jih poznam, še toliko bolj. Recimo poslušal sem Goloba, ker nisem vedel, da je bil on tak alpinist. Ne vem, pa skozi smo se videvali, ne. Ker sem s Juretom plezal, pa nikoli ni govoril o tem, da je on tudi bil alpinist. Ja, veš, moraš Jureta zdaj malo v rebra sunt, ne, zakaj nisi povedal. Ja, ne vem. Saj lahko, da je bilo, da je kdaj kaj omenil, sam se ne spomnim zares, no. Boš povedal. Veš, kaj je zanimivo, ne? Golob mi je iz Nemčije, on je veliko v Nemčiji delal, ne? Lojze, ne? Ja. Mi je prinesel prvo gumo, da sem kalupe za uprinke naredil. A res? Ja, to se spomnim. Ja, vidiš. Noro. Ja. Svet je majhen, zlasti v Sloveniji, ne. Res je, ja. Zdaj si že parkrat hotel zaključiti, ker lahko zaključiva. Bi lahko še debatirala dolg, je še ful stvari. Še enkrat hvala. Tudi tebi. Vse dobro. Srečno.